Dame in gospodje, dobrodošli v novo epizodo podcasta Brez dlake na jeziku. Uživo iz enega posebnega prostora, ki nama ga je z mojo današnjo velecenjeno gostjo odstopila. Ne boste verjeli, ne moja Monika, ne opa, kar pomeni, da se moramo obnašati dostojno, da naj jo ne vrže zbajte ven, kar bo za njo seveda zelo težko, ker je vedno znova divja in razbrzdana ženska, ampak pustimo o tem malo kasneje. Z mano je najbolj seksi slovenska TV voditeljica in novinarka vseh časov, ženska, ki čaka, da Helena Blagne umre, da jo bo lahko končno na odru nadomestila za vedno. Ženska, ki je v špici slovenske medijske scene več kot 20 let. Ženska, ki je preizkusila vse in še več. Končala uradno celo novinarsko šolo. Celo novinarsko šolo. Bila zagrizeni rocker. Potem pa seveda zvezda narodno-zabavnih oddaj. Skratka, vsestranska, veličastna, fantastična, jasna. Kulijaj je z nami, dame in gospodje, dobrodošla v moj fucking podcast. Ja, živijo isto. Živijo. Hvala za vabilo. Ja, a ne ti bolj moške vabiš? Ne, to pa ne. Se mi zdi, gledala sem z Janom Plestenjakom. Urška Klakoč z Zupančičem, moški. Tega nisem gledala. Ampak ja, no. Okay. Bernarda Marold je moški. Ja, ne, sej, oprosti. Ušle so mi te ženske. Ok. V glavnem, jasna, sem te vredno napovedal, sem kaj pozabil, sem kaj spustil, sem premalo pompozno začel ta pogovor. Moram pompozen, tak kot ti pač si. Ja. Tak si. Ja. In da si se ti v tem dnevu, ljudje ne vem, če vejo, od zunije skoraj 40 stopinj. Mama kamin, da je tukaj 50, da ne bi slučajno vzeli, ker klin se s klinom zbija. Ja, isto je še za kuru. Tako da, tak si, svaka čas, da lahko tako te misli zbereš, kaj jaz danes, komi, da se zavedam, da sem prišla v podlog pri Sevnici. Ne, podlog pri Litiji. Podlog v Savinjski dolini, bravo. Pri Gotovljah. Ni to rojstni kraj Boštjana Romiha. Meni se zdaj v nekem spominu, nekaj groblje. Ja, groblje, Gotovlje, nekaj je bilo. Zdaj ne vem, je to. Sam so ga izgnali, veš? Ne vem. Ne, so ga izgnali, ker se ni lepo obnašal. Je preveč pravilno slovenščina. Ja, pa ločil se je in ima zdaj drugo. Nino Pečar, tole violinistko vrhunsko. Evo, z nami je tudi psiček od Monike, Zara, francoski buldog, ki ti ne bo nič naredila. Če bi bil tukaj moj pub, bi ti zdaj že nogo naskakoval, ampak pustimo. Jasna, jaz predlagam, da midva začneva, da greva direktno, ampak da greva zdaj od zdaj nazaj, pa mogoče pol od nazaj do zdaj. Aktualna stvar, ki se mi zdaj uspel zaslediti, se pravi, ampak mi je interesantno, da tekmuješ zdaj za najbolj fatalno žensko v Sloveniji, ampak preden mi odgovoriš, kje si bila prej v teh izborih, da si zdaj leta 2025, ko si že vendarle 40 plus, so te zdaj za fatalko prepoznali potencialno. Res? Kaj povej? Jaz tekmujem. To zgleda, da sem se jaz prijavila. Nisi se sama prijavila? Ni. Drugi so, to nisem vedel. Tako da to je nekaj, kar sem pač v bistvu fasala na nek način. To je nekaj, kar ni bilo na urniku, da bi jaz to... To me je doletelo. In zdaj, kar me je doletelo, me pač je, ampak da ti povem, jaz sem že bila kandidatka leta 2007, takrat, koliko sem bila stara, 25, in takrat je zmagala tistega leta, lepo prosim, Nina Ivanič, kar je bilo edino pravilno, ker samo ženska nad 40 premore vse malo od tega, pa otroc, lepo te prosim, jaz sem takrat otrok. Tako da zdaj v bistvu probavam kao v drugo, ker v drugo gre rado, V drugo gre rado. Ampak v bistvu mi je čisto vse kva se v tem zgodilo. Tako kot nisem jaz zaslužna, da sem sploh med temi kandidatkami, nimam nič s tem. Jaz nimam nič s tem. Kje pa so tvoja konkurenca? Ker tu, če smem, to je zelo bizarni izbor ponavadi. Bizarne kandidatke, bizarne zmagovalke, ki nimajo s fatalizmom popolnoma nič, in pri fatalnem moškem in pri tem, ker že izraz fatalna ženska vidim, da mnoge muči, kaj to sploh je, te organizatorje in nimajo blage veze, ker fatalna ženska v mojem vokabularju je ženska, ki zjebe moškega, ki ga uniči, ki ga pohodi, moški je nor, obsede z njo in ona ga uniči. In to je ženska, ki se pojavi in jo vsi gledajo in vse obnori, razumeš,
In potem gledam te kandidatke in zmagovalke, ki bi lahko mimo mene šle, pa še opazil ne bi. Ne? Tako da tukaj mi nekaj ne štima. No? Kaj ti meniš? Je to v redu izbor? Pa kdo so? No? Zdaj to je proti. Ker ti si ta, ne? Ko pride v prostor, pa se svet ustavi za trenutek, ampak druge pa ne najbolj. No? Mislim, veš, kam mislim. To je ful, kar sva zdaj načela, je ful kompleksno. Ja, kar izvoli. Kje začeti? Ali pa definiciji res, kdo pa je zdaj fatalen? Fatal, Ker med mojimi protikandidatkami je recimo tudi mati, ki je vdova, lepo prosim, brez moža vzgaja 3 otroke. Mislim, to je to ni fatalno. Ja, ko smo se pogovarjali s kolegi, so rekli, to je pač super ženska. Ona je super. Super ženska, ampak ne pa fatalna. Ampak obenem, ta ista ženska, se to je pa mogoče dela fatalno. Ob 3 otrocih, veš, kako zgleda. No dobro, če zgleda v redu, to je v redu. Kar pomeni, da verjetno moški zastrmijo za njo. Ne vem. Ampak tako. Pa kjere so? Poimensko jih veš, saj je 2. Nina Rakovec, to je ta igralka. Okay. Potem greva naprej. Maja Ferme. Modna oblikovalka. Ja. Okay. A to je tista, ko tako govori... Ne vem, kako ona govori. Ne nastopa ona. Okay. Ona ne nastopa. Ona dela oblike. Blond, nežna dušca. Ja. No, tako, veš, a ti povem, da res zaenkrat nisem niti posvečala pozornosti. Boljše. Sem pa zadnjič, ker sem res rekla, se ne obremenjujem, kdo bo zmagal, ne bom niti pošiljala naprej, glasujte, ne bom. Ampak sem videla... Glasujte za njo, če bo želite. Sam ni kar tako, da kar daš glas, pa lahko ti se moraš registrirati, zato ker lahko nagrado dobiš. Moraš svoj e-mail, podatke in vse to. Pa te pa odvrne od tega. Tudi če bi jaz hotela sama zase, da 3 glasove, tako vse, sem samo človek, bi morala navajati vse te maile, pa te kar mine. No, ampak sem zadnjič prišla k nohtarci, imam nohte, termin si moram zaželiti 4 tedne prej, da te sploh vzame. In zdaj mi je, hvala Bogu, ratelj pred blogom najinim, ker če ne bi ti pogledal roke in bi rekel, kaj je to pa ni fatalno. Moram zdaj slediti temu, da sem vsaj malo, vsaj po nohtih fatalna. To moraš paziti, No, in me je ona, tako me je v bistvu šele zadelka, ona meni, kaj pa to? Ker si med kandidatkami za fatalno žensko in jaz tako, stara, tako. Zdaj sem prišla iz šihta, tako, ful sem lačna, žejna, zdaj mi boš nohte naredila in pogrem naprej, otrok, kdaj bom jedla, pila, ne vem, glih, da bi zdaj imela željo o tem ful govoriti, pa da sem nič od tega, kar mi ona zdaj navaja kot nekaj posebnega za moje življenje, ne vpliva in tudi, če bi zmagala, ne bo vplivalo na moje nadaljne življenje. Še zmer bom šla v šiht, še zmer bom šla pol v vrtec po hrano, ker nimam cajta kuhati. Ne, pol ne rabiš več. Če imaš uradno ta naziv, ne rabiš pol nič več delati. Poglej, zadnjo zmagovalko, našo prijateljico, pomagaj mi, Martina Švab, Plankel nekoč, ne? Ja. Ona, odkar je fatalka, ne dela ničesar več, ne? Je samo še fatalka. Ja, dejno. No, mislim, a veš, ampak če te vprašam, če smem, ne? Tako da mi to nekaj ne pomeni zdaj, ampak se ti zdi, da si ti fatalna ženska? No, sva se pa s to nohtarco mojo, pol pogovarjali, prost, ne, je kar ostro, sem rekla, nared mi tako obliko, da bo čutiti, da ni z mano češnje za zobat, ker sem v nekih situacijah, ko moram pa kar kremple pokazati. Zdaj hočem, da to še nohti odražajo. Če slučajno zgledam na en način preveč prijazna, moram na ta način pokazati. Ne, si kar zajebana. Pustimo. No, in sem rekla, da sem tudi jaz zmedena glede te fatalnosti, a ni fatalna ženska tista, ki je veliko moških ugonobila. Ja. In to si tudi ti rekel. Zdaj... Mislim, to je filmska definicija. Veš, po film noir, žanru, je tam fatalka, veš, od Marlene Dietrich, Grete Garbo, Lane Turner naprej, so to ženske, ki so moške obnorele in potem... A to se ve iz njihovega zasebnega življenja? Ali so filmsko. To vloge? Ne, vloge. Ja, se tam je ta izraz, to ni resnični izraz, to je filmski izraz. Dobro, ampak... fatal. Ampak jaz pravim, dajmo izhajati iz tega, kakšna je ta ženska v resnici, nekako vlogo igra. Jaz sem recimo v narodno-zabavnem svetu igrala vlogo
prijetne, vesele, dragi gledalci. Ne, torej, ne gre, jaz bi dala titulo tistemu, ki mu to pripada. Dajmo pa šteti, koliko moških je kera od nas ugonobila. Samo tako bomo mi prišli do realne cifre. Ker pa vse mi nočemo povedati te resnične številke. Ne vem, na podlagi česa se bo odločili. Kera bo najbolj simpatična in na koncu ne. No pa če si že številke omenjala, si imela veliko ljubezenskih razmerij. Vem, da o tem ne govoriš rada. Nam boš povedala, kaj je to, ali ne? No, lej. Od 1 do 10, od 1 do 20, od 1 do 30. Lej, nimamo kaj. Tromestna, mislim, ne vem. Greva tako. Greva, ja. Nisem ena od tistih, ki bi spoznale fanta pri 15-16, se z njim poročila in živele do konca življenja z njem. Prav 30. Take obstajajo. Mislim, ne vem, vprašam. Take namreč obstajajo. Vem. Še danes, moje vrstnice, pri 16 ga je spoznala, in zdaj še danes kapžita. To je realno. Bravo. Pol ene druge smo iskale svojo srečo, od tega je zdaj že koliko? Jaz sem zdaj tam nekje nad 40. Rečemo, da si 20 let že. Da si se prvi zaljubila, ne vem. No, prvi zaljubila sem se tam okrog 16-15. No, se pravi, da iščeš dejansko 25 let srečo. In zdaj v 25 letih, si našla kaj pametnega? Ja, vmes sem se tudi razplodila, Razplodila. To pomeni kaj? Tam tudi dobila naraščaj, Daj dam, ali kaj je to? Mislim, skratka, lej, če si, pač, jaz tako pravim, bož, da nič te pravim. Povej, povej. To moramo razčistiti zdaj. Ja, ne, pač dejstvo je, da ženska odkar začne biti aktivna nekje v najstniških letih. In če ima enega na let, veš kaj to enega na let? Se pravi, se nabere jih 25. In če se ti nabere toliko in toliko let, pa se to ni veliko, to ni. Mislim, da meni ena ženska reče, da jih je imela 25, rečem, kaj si se pa šparala, Ampak to sem jaz, pustimo mene zdaj, Jaz pravim, da to tako si rekla ti, pa tudi če bi imela enega na 2 leti, bi se kar nabrali. Ja. Bi se nabrali. Se to ti pravim. No, ampak jaz sem vmes postala mati, tako da stvari so se umirile. Dobro, ampak tako da res nisem ena od tistih, ki bi kakorkoli verjele. En moški celo življenje. To definitivno ne. Okay. Zdaj, koliko pa to pa. Jaz toliko zelo ne verjamem v to en moški, eno življenje, da jaz tega enega moškega tudi slučajno ne iščem. A ne iščeš? Ne. Če bom najdla Brada Pitta, jaz bi mu tako že vnaprej povedala, mi dva skupaj, cel life ne bova. Ker mene bo, to sem se pa že spoznala, nekje čez 5, to mi ni sram povedati, ali 10 let mene bo minil, pa če si ti popoln. So it's not about you, it's about me. Ne, čakaj, to pa ne. Jaz bi to Bradu Pittu povedala, že vnaprej. Ne, to pa zdaj razpuci. V 5 letih lahko doživiš vse, kar treba doživeti s to osebo. Pa ni več potrebe, razen, če bi bila to huda ekonomska potreba. Dobro, ampak ker pa ni, je čas, da bi šel naprej v življenju. Počakaj, da razpucala, zdaj moramo razpucati. Se tudi jaz, moje zveze so tudi od 7 do 10. Let. Ja, pa me pa pustijo vse, Po teh letih me vse pustijo. Torej, očitno imajo ta tvoj sistem. Ja, imajo ta tvoj sistem, ampak hočem nekaj druga reči. Imam te na sumu, da ta zveza, katero praviš, da si 5 let daš, recimo, to zdaj karikirano pravim, pa da ne traja pol večno, da že v štartu nisi umrla od ljubezni, strasti in tega. Ker če bi ti v štartu najdla nekoga, ki te pa tak trofi, pusti Brada Pitta, se pa to obnavlja in se ne moreš naveličati. A se motim? Mislim, da grem 30 let z eno in isto osebo zvečer spati. Jaz bi se počutila, da sem z bratom. Ne, na eni točki bi se počutila. Kaj če se to ne ugasne, da sta skozi interesantna? Ne, to je nemogoče. Ne, nimaš prav. To je nemogoče. Je mogoče. Je pa redko. Ob toliko ljudeh, kot jih je na zemlji, se meni zdi, kaj je problem? V sodobni družbi, v naši zahodni krščanski družbi, je najbolj normalno, da živimo v teh monogamnih vezah, eden pa za cel življenje. In ko vidiš, da ti nisi tak, in kdo je tukaj čuden? Ki se mu zdi to nečisto normalno. Jaz razumem, da Jaz pa pravim, da je nenormalno.
8 milijardah ljudi, da dva, brat pa sestra, hodita 40 let skupaj spat. Meni je to nenormalno. Ampak ti isti ljudje hočejo nas prikazati. To razumem. Kaj pa, če nista po 30 ljudi, kot brat pa sestra? Kaj pa, če sta še vedno... Če sta srečna, jaz ima prvošam, ampak ljudje smo različni. To pa drži, ja. In eni rabijo to, eni rabijo pa kaj drugega. Kaj pa to, da si z njim, pa da ga varaš, pa si malo popestriš, to pa ne gre, ali kaj? Mislim, pa bi bilo fair, da se to malo, da je tukaj nek dogovor, to bi bilo fair. Ker meni živeti dvojno življenje se pa spet ne da. Da se to dogovoriš. Nimam nič proti temu, če bi se dva dogovorila, ukolikor ju veže drugače neka druga skupna vrednota. In ponovadi je to, ne morava se ločati, kako bova zdaj, bova kredit, bova to, dajva se mi dva raj dogovoriti, se naj dogovorita. Če pa se lahko ločita in gre on k sebi živeti, ona tam živeti, spomnim, zakaj bi ta dogovor obstajal. Zaradi otrok morda, ne vem. Ampak si opazila, jaz kot odprt človek znam po norijah, zagovarjam zdaj normalne stvari in tebi se protivim, bi se strinjal s tabo, preko čim več jih menjaj. Ne, jasno to ne, ti moraš imeti enega, viš, kako sem se spremenil, sem se. Si se res, ja, sem vesela, kakor sem danes Moniko spoznala, je zate, ne bom rekla terna, tebe z tem kao, ampak jaz bi se držala na tvojem mestu. Bi se držala. Ker je stabilna. To si ocenila v takem kratkem času. Ja, umirjena je in je pripravljena, vidim, prenaša tvoje muhe. Jaz recimo pa ne bi bila. Jaz ti kar ni variant. Ja, pa kako to misliš? Ne, jaz z mano, tako, Monika, jaz že tako vidim, ona je danes odprla vrata svojega doma, še Kuljajevo mi boš navlekel, super, zdaj moram pucati cel dan, vse to. Ona je pa samo to, kar si ti soočil z nekim dejstvom in ona je to dokaj ne pasivno, ampak ona je to naredila celo bajto. Danes je dan namenila temu, da bo midva lahko to posnela. Ona je svoje življenje zate žrtvovala. Medtem, ti ne bi to jaz, edina oseba, za katero bi jaz žrtvovala, je seveda otrok. Moški pa, če hoče ob meni zdržati, mora, nekako naj ne pričakuje, da bom jaz preoblikovala. Jaz bi te rekla, če bila jaz Monika. Jaz bi že zjutraj rekla, super, si svobodna, klej imaš hišo, klej imaš ključ. Ampak jaz sem danes s 3 prijateljicami, ne vem kam, ti kar naredi, kar imaš za narediti, ampak nikoli ne bi svojega dneva prilagodila, da jo pričakam to Kuljajevo, da to naredim, ker jaz sem tak tip ženske, jaz sem v bistvu ti. Jaz bi tako odšla, ker imam mene skozi nekam vleče. Jaz ne bi dneva namenila v nekogaršno dobrobit, če ni moj otrok. Zakaj pa pol nimaš samo ljubimcev? Zakaj pa se greš resne zveze? Zakaj se greš pol resne zveze? Se ti ne veš, a se jaz grem resne veze. Mislim, kot kaže, se jih ne grem, kaj zdaj? Mislim, imela si resnega partnerja, ne? Ne bova šla v detajle. Kaj sem imela, pa to, ker so zelo občutljive teme, ampak jaz bolj govorim o bodočnosti. Tam pa ne iščeš resne zveze več. Mislim, iščeš, se to se zgodi. Ne, takole. Ne iščem človeka za celo življenje. No, to mislim, če pa bi se srečala, znašla z nekom, z katerim bi bil dovolj, kaj to, da je nekdo dovolj dober, da si ti z njim pripravljen deliti 5 let life, ta mora biti že debest. Pa napiš to, da pa iščeš moškega za 5 let. Ne? Pa kam ne to? Jaz ne pišem. Jaz vsega že preveč. Išče moškega za 5 let. Jaz sem znala, te je voditeljica, išče moškega za 5 let, potem pa hvala. Jaz imam vsega tako že preveč. Ne, preveč imam vsega. Jaz, če bi mi dal ključ od kakšnega savinskega samostana. Jaz bi šla z veseljem, da tam noben, da ne more trkati na vrata, ne pisati, ne nič, jaz hočem svoj mir. Sam predno bo šla zdaj na tvojo kariero, pa pustila tole ob strani, še sem bom pa nekaj dodal, da imam pa občutek, da to je trenutno tvoje, mogoče nek attitude, neka špura, ampak ko bo prišel nekdo, ki ti bo zašibel kolena, pa boš pa čist drugače govorila, boš videla. Verjemi mi. Tudi jaz sem bil pameten. Verjemi mi, ko pršel eden, pa pustimo zdaj te Breda Pitta, pa tudi. Govorim take, ko te bojo znali tebe ukrotiti. Tebe treba ukrotiti kot divjo kobilo, ko vržeš dol, ampak ko en pride jezdec, pravi, ga ne vržeš več dol, ampak želiš, da je na tebi karikirano, tak te bo pa boš videla. Verjemi, kaj ti govorim. To je lepo. Verjemi mi. Ne za 5 let, za dlje. Verjemi mi. Zaupaj mi, verjemi mi. Ja, ampak bo težko, no. Seveda bo težko, ampak... Ne, težko bo njemu. Pravi kavboj bo to naredil. Jaz, ko začutim, da bi me kdo sploh hotel kaj preveč krotiti. A ne krotiti, to bo spontano prišlo.
Se bo ta ne, on bo na eni točki znorel, ker jaz sem njega samo obvestila. Ne bo. Ne, jaz sem človek, ki pride, pa ti reče, 15. julija greva pa s prijateljico ali pa 3, gremo ne vem kam, da bo to vse sprejel. Ja, bo že mogel. Če bo hotel biti s tabo, bo mogel. Bo mogel, ja. Ne, obživce ga bom spravljala in meni je ful težko. Bo prišel, no verjamem. Meni je težko, če ljudi spravljamo v roku 2 let me boš poklicala in rekla isto, ki imel si prav. 2 leti ti dam. Dobro. Vredo? Okay. Jasno, koljaj, ne? Zdaj pa pozor, ne? Zdaj pa greva midva, kar je meni bilo zanimivo, malo sem raziskal tvojo kariero, tvojo pot in tako naprej. Ti si na začetku bila resna novinarka, ne? Ti si bila celo v londonskem dopisništvu, šla si celo v London delat, ne? Mislim, da preko Braneta Kastelica, kako je to bilo, popravi, če se motim, ampak ti si začela, pa mnogi, tudi Sašo Hribar, recimo, s katerim imaš tudi ti ogromno povezave, bom na to prišla, tudi on je začel z resnim programom, ne? Celo v Smrtnice je bral. Ni mi to zanimivo, recimo jaz sebe gledam, nisem bil pa nikoli resen v štartu, jaz sem bil skozi budala, ne? Da ste mnogi, bom rekel, humoristi, sproščeni voditelji dejansko začeli kariero z resnim novinarstvom. To je bilo zato, ker v tistem času, seveda ni bilo družabnih omrežij, ker danes moraš biti budala, da te sploh kdo opazi. Takrat je bil pa edini način, da prideš in kam si moral priti, na edini medij, ki je bil, na nacionalni medij. Tako da jaz sem štartala, a sva preglasna, oprosti. Vredo. Jaz sem štartala na edini medij, na katerega si lahko štartal, in to je bila nacionalka. In če sem hotela se biti sploh ob boku tem ljudem, ki so na nacionalki, sem pač doma vso svojo norost umirila in vadila. Danes vas na Radiu Slovenija čaka literarni Nokturno. Nokturno, ki nam bo prinesel zgodbo o 3 bla bla bla. In jaz sem to bolj naglumila, da sem se njim uvalila, potem je pa počasi začela moja ta prava narava pa ven butati, ne? Ampak najprej moraš ti vstopiti. In to je bil način, da si vstopil. Ampak si vedela, da imaš vse to norijo, ta vstop, ja, jaz sem res bila odštekana. Tudi, že v štartu? Ja, jaz sem skozi hotela nastopati, ljudi zabavati, potreba po pozornosti. Ampak, če hočeš nekam prilesti, potreba ali poročila brati, ali Smrtnice in tako naprej. Pa te bojo opazili, ti bojo pa kakšno oddajo dali. Pa te ni dušili to v štartu. Si bila zadovoljna, da imaš ta sistem, ta, bom rekel, odgovoren, resen, študijski sistem? Ja, se v bistvu jaz imam to dvojno naravo, ta resnost je in una druga je tudi. Tako da, to je kar težko. Ampak jaz jemljam to resnost kot bolj kot službo, kaj sem pa jaz bolj, v resnici je pa to moja stvar že od nekdaj bila. Zdaj smo pa mi v dobi čiste iskrenosti, ker moraš biti čim bolj iskren. Je pa meni kar težko, ker jaz pa tako, kakršna sem v resnici, jaz ne bi vsak dan ljudem res razkrivala, kakšna sem, ampak bi raj samo, da delam to, ta resno stvar, tistim pa res zase, ne znam ti to opisati. Tako da imam problem, ker ne znam biti čisto iskrena do svoje publike, da bi imela ful sledilcev, ker jaz tem sledilcem v bistvu nič ne dam, jaz nočem jim dati tega, kar jaz sem. V kopalkah se sliki, boš dobila ful lajkov. Ja, sej to je res. Sej to znaš, mislim. Ja, sej sem tudi že vse kdaj, pa je takrat je taka, to je noro. Sam malo kože pokažeš, to je odziva od žensk, od moških, od vseh. Torej si fatalna ženska, ne? Če gledaš tako, da objaviš sliko v kopalkah in folk zdori. To ni še nič. Fatalna ženska moškega res ugonobi. To pomeni, da ti, ko je on že zdavni poročen in ima že otroke, ti po 15 letih piše, rad te imam. To pomeni, ta je tega, kaj šel. Ali pa drug sistem, da ga ugonobi njegova žena, ker je on polajko tvojo sliko v kopalkah. Pa si tudi fatalka v bistvu, ne? Ja, stran si ga spravlja, ampak na drug način. Jaz, če bi bila ta moški, bi rekla ženi, lajkal bom, kar bom jaz hotel. Ja, bravo. Ampak zdaj smo v obdobju copat, ko on zihar pol najprej izbriše ta lajk. Vprašati moraš, lahko lajka. Ja. Kaj lajkam jasno v kopalkah? Ja, ne. Ali pa on lajka, pol žena reče, tu pa nje, in potem on to odlajka. Moški so zdaj čisto ukročeni. To je ena tema, ki bi jo lahko razdelala. No, na to še prideva. To ste ženski krive, ampak pustimo. No, hočem reči to, ne. Tvoj London, to mi je interesantno, ne? Tam si bila kaj s Kastelicom? Tam je bila slovenska redakcija in tam je bilo 7 slovenskih novinarjev, ki so ustvarjali oddaje za slovenske radijske postaje. To je ostalo še iz časa, ko je BBC imel World Service in je skrbel za to, da so države tega bolj vzhodnega bloka prejemale novice iz zahodnega sveta,
Pol je pa to postalo odveč z dobo interneta, z vse te novice prihajale v našo državo in tako, že prej, že z demokracijo, z 90-imi. Ampak zato so pol to ukinili, ker ni bilo več potrebe se pri nas. Zato si nehala pol biti tam dejansko? Jaz sem v bistvu odšla, ker je pogodba bila, kolikor je bila. Jaz sem bila na neki izmenjavi, ki je bila že vnaprej določena časovno, ampak res, leto, dve potem so pa dejansko ukinili, pa ne samo slovensko sekcijo, še kakšne druge. Ko si ti šla, so ukinili dejansko. Nekaj, veš, kaj to izpostavljam, jasno. To želim, gledalci, mogoče najni so pozabili ta resen del, da ti si, tako sem rekel, ti si diplomiran novinar, to ni zebancija, ne? Nisem trajala ti si končala fakulteto, diplomirala, delala resne stvari, to niso male stvari, to sem hotel izpostaviti. Veš, ko imam včasih občutek, to je ta jasna, pa se ona se malo zajebava, pa malo kleno blagne obnaša, pa bla, 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 ne? Ne, pazi, to so resne zadeve in zato sem ti to omenil, ne? In jaz bi to komot nadaljevala, če ne bi pol in prišel Sašo Hribar in podobne stvari, drugače pa se jaz s tem vidim in ni rečen, da ne bom kdaj šla nazaj. Na stara leta bi komot vodila karkoli, poročila, whatever. No, in če si že omenila Sašota, to je bil pa ta, bom rekel, big break, ki si začela potem z njim sodelovati, kako je sploh do tega prišlo, da je on tebe videl ali zagrabil ali spoznal, ali v tebi spoznal ta potencial, ta uvod mi malo povej, no, kako se to zgodilo. Na Valu 202 sem bila jutranji asistent. To pomeni, Andrej Karoli je vodil program, jaz sem pa v 5. zjutraj sedela za telefonom in klicala policijske postaje, ker jutranji asistent je moral pripraviti črno kroniko. In nasploh biti asistent, novičke, CZS, Andreju noter, ga suportirati z vsebino. No in tam je bil pa tehnik Srečo Katona. Šlo se legendarna imena. Ne? Ja, in jaz sem enkrat šla zjutraj po kavo in sem mu jo prinesla in je on rekel, hvala, in jaz, hvala lepa. In on, kaj, daj še enkrat, daj to še enkrat. Hvala lepa. Ne, v petek prid ob 9, gor na Gaga, zgoraj štuk. In jaz, kva? Ja, boš Saša spoznala. Ne, ti prid v petek ob 9. No, jaz sem prišla, 10 do 9, ambenga ankjer. 5 do 9, kada bi prišel hurikan noter, Sašo, čizmešan. V eni roki telefon, v drugi roki njegov polnilc, v tretji roki tošelj, pride not, dosti miška. Jaz sem pa jasna, in ona Helena oponaša, reče Srečo, da slišam. Jaz sem Helena Blagne, v redu, boš prišla noter, ajde gremo, dej avizo, gremo. In se je začelo, da 20 minut je bil noter sam, oziroma z Juretom Masnakom. Takrat se bila on pa Jure. Jure ga je toliko občudoval, on je tja hodil pred mano par let, brezplačno, lepo prosim, vsak petek, uro pa pol ali 2 je še bilo takrat. No, in pa me čez 20 minut not povabil, zdaj pa z nami že Helena Blagne, ki je prevzela pivovarno Union, jaz nisem vedela, kaj to prevzem, nič. Jaz sem nekaj govorila. In tako smo pol ga 2-3 leta, kar skoraj vsak petek haral, pa sem šla pa jaz v London. Zato sem nehala. Za tistim si šla v London? Ja, ko sem se pa vrnila, so pa rekli, mi bomo zdaj delali oddajo Hribar, če te zanima. In pa sem prišla in smo še 5 let delali oddajo Hribar, na Gaga pa nisem glih veliko hodila. Moram pa povedati, očitno sem pa kar zagamana, da sem jaz tista, ki je na neki točki rekla, kaj pa, če bi nama z Jurčkom pa kaj plačalno? Beremo, da ima RTV ful denarja in da gre tega denarja ful v ne vem kjere projekte. Mi pa kle vsak petek, stari zaston, ustvarjava nek humor, prikazujeva nek talent. Mislim, jaz sem imitirala eno osebo, on jih je imitiral ful, on je bil ful dober tale Bučar, France Bučar. Takole bom rekel, ne? Slovenska ustava pravi, da takole moramo upoštevati. On je bil res dober, poleg vseh njegovih športnih dom. No, in se je rekel, Jure, mi smo na Coca-Colo hodila. Mi z Juretom, vsak človek ve, kje je bil, ko se je zgodil 9/11. Kje si bil? S kom si bil? Vsak ve, kje je bil. Doma sem bil. A se spomniš tega momenta? Doma sem, in ne vem, zakaj sem imel, CNN žgan, to naključen, in je bilo Breaking News, in sem mislil, da je film, da je zebancija, da je nek štos, no, doma sem to gledal, pa sem prežgal in smo vsi. No, takrat smo imeli z Juretom Masnakom v enem lokalu blizu radija sedela in verjetno sem mogli razlagala, Jure, pa to morava neki, kelnerca dobi fucking $600 na uro, midva ne dobiva nič.
On je skozi govoril, ne, jaz to delam iz časti, jaz imam Sašota tokrat, jaz ga imam tudi rada, stari. Ampak stari, če se mi da ne zasluživa tega Jurija na uro, dejno. In Sašo mi je dal, je rekel, jaz ne moram nič, ampak dajte se bort, jaz sem za. In sem šla k tedanjemu uredniku, sem rekla, to zahteva honorar in od takrat naprej sva bila plačana $10,000 na eno oddajo, kar se je meni zdelo seveda ogromno, ker če si bil pa kelner, si dobil pa $600 na uro, jaz sem pa v bistvu v 1 uri 2 dobila že 10 ur, kar je bilo 4-5, ki to je bilo za študenta velik. In sem hitro videla, da se da za zabavo tudi kaj zaslužiti. No? In z Juretom sva takrat sedela in so se dvojčki rušili in pa sva laufala na radio in no, tako da to sva skupaj gledala, ampak v bistvu sem ti hotela v honorarju reči to. Da sem malo zafrknjena, no? Mislim, nisem požrešna na denar, da boš vedel, jaz sem ena najbolj nepožrešnih žensk na svetu. Sej to je pošteno, ker če ne bi očitno bi delali skozi zastojno vsi tam. Ampak Jure je mislil, da bo s tem Sašo tu poslal sporočilo, da on dela zaradi denarja. Jaz sem pa zelo hotela, da se ve, da nisva ne požrešna, ne pogoltna, ampak da samo, da je fair. Samo, da je fair. Ampak gre mi poveš, če smo še pri Sašo to malo, žal ga ni več z nami, ti si ga poznala verjetno res dobro, ali si ga sam poznala samo tam, ko ste delali, ali si ga tudi privat, pa daj nam malo povej, kakšen človek je on bil, kak je bilo z njim delati, je bila to improvizacija vedno, ali so se pripravili, ali ste to kar šli in medija res noter, kak je bil način dela, kak je on bil? Da je bila improvizacija, to vsi vejo, to smo že povedali milijonkrat, on ni imel časa niti volje za neke priprave. On je toliko verjel v sebe ali pa tudi vse okoli nas, okrog sebe, da bomo speljali in da iz nedorečenih situacij, nedorečenih stvari lahko včasih rata kaj tako, pač spontanega. Ne? To je bilo meni všeč. Zdaj, kak je bil kot človek, je bil pa res kot en velik otrok. On je bil velik otrok. To je velik otrok. Jaz tudi, če bi mu kaj rekla, ti bom to, pa ti bom pol, ne vem, bi kaj rekla, na mail dala, nič mi ne pošilji, jaz to ne znam, jaz sploh ne znam, ali pa na bankomat, jaz nisem v življenju šel na bankomat, ene stvari mu sploh niso bile jasne, seveda je pa filozof bil tak, da... Veliko je vedel, ja, ogromno vedel. Ja, ker je imel tudi, po mojem, čas, je on veliko bral, je veliko vedel, predvsem je bil pa neverjeten retorik, ki je lahko pletel v misli v nedogled. In jaz to pravim, da je to svojevrstna umetnost. Če pa še kaj pametnega zraven poveš, je pa sploh dobro, ne? Ampak tako. Zdaj pa, kak si pa, ne vem, ravno to Heleno, se to verjetno si že milijonkrat razložila, ampak vse, meni še nisi, ker smo zdaj pač v podcastu, enkrat 10 let ga bomo delala, ne? In moramo zdaj to vse razčistiti. Kakva boš čez 10 let, ne vem, ampak upam, da boš še vsem dobro izgledala, da ne bo čuden podcast. Ne? Helena Blagne, kje si to, kje si njo, ali je res toliko izrazita bila? Ker lej, kar je pomembno pri tvoji tej oponašanju Helene, ne? Ti nisi samo glasovno jo oponašala, ne? Ti si podoživela prav cel ta njen sistem, njen attitude, njeno mimiko, njen način. To ni samo res, da na radiju se je samo slišalo, ne? Ampak ko tebe človek pogleda, ko si to počela, ti si postala Helena. Ne? Ja. Imitacija tvoje Helene Blagne je včasih celo boljša od originala. Ne? Torej bi lahko dejansko ti igrala Heleno, ki igra jasno, ki igra Heleno, če rečem tako. To je zakompliciran sistem, ampak ti si jo skinila v nulo. Kar mogoče deluje preprosto, ker Helena je lik, ko ga lahko skineš z lahkoto, sam ne pa tako dobro, kot si ga ti ne. Ja, jaz mislim, da je za kaj tazga pogoj, ne zgolj v neki neverjetni moji sposobnosti, kako sem jaz, ker nisem. Jaz nisem tako dober imitator sam po sebi. Jaz mislim, pa naj ne reče kdo, da sem nora, jaz mislim, da mora obstajati med mano in gospo Heleno neka karmična povezanost, ker ta lik, ta človek je v mene vstopil dobesedno in me ugrabil. Že pri 9-10 letih. Njen fan. Ja, ampak meni so njene pesmi vibrirale skozi telo, njen glas je v mene, njena duša, to je vse v mene vstopalo in jaz sem imela, in pa tudi včasih imam občutek, da čutim, kaj ona res misli, kaj naklepa, kaj njena naslednja poteza. Te stvari jaz kar čutim. Zato znam reagirati, kako bi ona reagirala. No, evo, to ti govorim, ja. In ne vem nič o njej, pa mi včasih kdo reče, to je pa tako, to bi točno, veš, ona to skozi govori. Jaz kaj? Jaz to ne vem, jaz to ne poznam zares. Jaz pač reagirati, kot jaz verjamem, da bi on, jaz samo verjamem.
Ja. No, in jaz mislim, da vstopam malo v njo in to spelem. Ampak kdaj si pa ugotovila, da si res dobra v imitaciji? Ko mi je začel Sašo Hribar ploskati, ko so ti ljudje začeli plačevati za nastope. Takrat. Do takrat sem bila pa zgolj, je bil neka oseba v meni ujeta, neka starejša ženska, ne? Kaj dela zdaj ta starejša? Jaz sem bila stara 10 let, ko sem pela Bodi srečen, bambino, in doživljala ob tem neke stvari, ki jih v bistvu ne bi smela niti vedeti, ali kaj svem. Pa si bila dejansko dvojna osebnost, če gledam. Ja, to je hudo isto. Skizofrenija malo, ne? Začetek skizofrenije v bistvu, ne? Ja, pa veš, kdo si zdaj, ta hip. Ja. To si opazila, da te zanese v Heleno, tudi če ti noben nič ne reče, ti to potegneš ven, pa se začneš hecati. To si opazila, si, ne? Verjetno sem. Ja. Pač, ta schizofrenija, hvala Bogu, jo izkoriščam zgolj za to, da mi pomaga v poslu. Ti dam Helix? Hvala. Okay. Hvala. Tako da bi pa jaz zastonj, brez da bi kdo plačeval, imela več osebnosti vse, ti povem, da jih nimam. Kaj pa Helena, ko je to prvič videla, recimo? Nisem bila zraven. Ko je ona to prvič videla, kaj pa jaz? No, pa ko je videla. Vsi me sprašujejo, kaj pa ona. Ja, njo vprašajte. Pa je bila kdaj s tabo, ki si je bila gostja v oddaji Na zdravje. Ona je vljudna, nič posebenega, celo večkrat, mislim, da še danes ne vem, če ve, kako mi je ime. Ona z veseljem reče, seveda, Janja, tako zelo in pa ti ni rekla, bravo, super si me imitiraš, svaka čast. Ne, do teh stavkov nikoli ni prišlo. Ne, pa kako to? Ker mislim, da je zadržana je glede tega. Ne rada pa ona meni to govoriti, jaz to čutim. Aha, da je vse v redu. Če ne bi ti pa rekla, ona misli, da se jaz iz nje zdaj bavam. Da se to mislim. Ona to misli, jaz to vem, da misli. Ona ne čuti moje dobronamernosti, kar mi je žal. Ona bi bila zdaj, kaj pa govoriš, jaz sem vesela, ampak ona lahko govori, kar hoče. Jaz čutim, da ni zadovoljna. Jaz čutim, da misli, da se mi norčujemo. In to je to. Meni pa žal, če tako mislim. Lahko da se pa motam, lahko da se pa motam. Ja. No pa, če bi te izval zdaj, ne, vem, to ti gre na živce, če te malo Helene, ne, če te že imam tu, ne. Pa zdaj sem že bila stokrat, zdaj sem že vmes. Ampak da si zdaj ti Helena Blagne, ne, jaz sem pa isto Gartner. Ja, kaj bi bilo? Pa da sem ti jaz privlačen, da me hočeš v poslu, da hočeš z mano seksati, da hočeš se z mano požgati na polno, kot Helena. Kaj bi mi rekla? Kot dama, ki to ne sme čisto, ne, ampak... Jaz vem, kaj bi ona naredila. To, kar bi jaz naredila, ker sva si v bistvu enaki. No, kaj bi? Na ignor bi te dala. Kada te ni, stari, kada te ni, bolj si mi všeč. Ja, kada te ni. A to je ta špura. Ja, itak. Če bi bil moški meni všeč, ga moraš ignorirati. Vsakdo, kjer ga sem prišla, pa je mislil, kako je nora name, ma ne, to pozab, to ni variante. Kdor je meni všeč, jaz ga v oči ne pogledam, tudi zato, ker pa rateš malo sramežljiv. Zato me ne gledaš v oči, aha, tak je to, no to pa dobro. Ampak v glavnem, no, če te še to vprašam, kaj pa kakšni drugi liki, to pa nisi nikoli razvila, še kakšne druge stvari, da si se bolj na Heleno osredotočila, ali ne vem, česa. Ne vem, kot prvo, ful dolg cajta, vem, dokler je bil še Sašo živ, vem, da smo govorili, da kjero žensko bi. Nekaj cajta smo se s tem tolažili, češ, zato jasna ne razvija. Mojo lastno nesposobnost razvijanja likov smo prikrivali s tem, da ni dovolj žensk. Na kar so se vse te ženske pojavile, kar nekaj žensk je bilo. Ne vem. Od Angelce Likovič, pa je Tilan zapopadel, ker je Tilan res bil predan, on se je doma usedel in študiral in prišel z narejenim likom. Jaz sem stavno delala že toliko drugih stvari, da v mestih, ko sem snemala oddaje Na zdravje, ne vem, kje sem jaz še študirala, tako da nekako sem leno ostala samo s Heleno, pol me je pa ta Latoja, edina, ki sem jo zlahka, vokalno, ker pač mi je bila cool, pa simpatična, pa nič se mi ne zdi grozen, če se ukvarja s tem, s čimer se ukvarja, ker ne obsojam tega, posel je posel. Zdaj se ne ukvarjaš dolg časa več, zdaj v pokoju. Ja, ne vem. Uporno pokoju je, nekaj časa. Ja, kaj pa razni OnlyFansi, pa to, ne vem, kjer moraš tudi kaj verjetno pokazati. Kot kariero, mislim, glede pornofilmov, pa jih ni posnela že več kot 20 let. Ja, ampak vsem posli, s katerimi se ona ukvarja, zahtevajo goloto, ne vem, tudi če DJ-ka verjetno ni zapeta do... In tako da, seveda mi je bila na eni ravni neškodljiva, če simpatična in, pa ta Artur, spet si pijan in tako. In jaz sem prišla s Primorskem, smo snemali in tako da zabaven igralec je bil, mi je šel na živce, je zamujal, ampak je bilo dobro. Tako bi si jo predstavljala.
Ja. Kaj pa Helena pa Latoja, sta se kdaj pogovarjali med sabo v kakšnem šovu? Ste se, ne? Ne vem, a misliš moja? Ne, tvoja. Ja, zna biti, da ja. Kako to preklopiš, mislim, takoj preklopiš ali te smatra? Komod, zdaj bi Helena, ja pa kako lahko vi to snimate? A veste, vi bi morali v šolo hoditi, ne pa takole se kazati, ne pa take filme snimati. Na Helena to ni nič, jaz to delam z veseljem, samo da je še kamera zraven. Ja, ne bi še malo razmislila, da kakšne druge službe so, a ne? Ma daj, Helena, jaz imam raje to. Meni je to užitek, tako kot tebi, da poješ, jaz rada to delam pred kamero. In se bi tako oni dve pogovarjali. Ne, ker gledam te imitacije, ne, recimo tudi pa Jure Godler, vem, da je prišel, pa ko si rekla Artač, ne, pa kaj ta Požvek, Pozvek, ne, a veš, to preklapljajo tudi, ne vem, PČ pa Hribar, ne, PČ 7-8 likov, pa nikoli nisi, ne, da bi se kdo malo kaj zacumpral vmes, to moraš biti res dober, no, da to tudi glasovno, te glasilke tudi zmatrajo. Ja, sej, ampak čeprav mi, ko to delamo, ko moramo še hitro preklapljati, mi med sabo, jaz ga vidim, kaj je prej Janša imitiral, zdaj šel pa v en drug lik in mi si med sabo govorimo, ti si še zmer nisi, težko je tako hitro preskočiti. Je težko, ne. Tako da glih popolni noben in ne more biti. Če pa kakvi so pa te fantje, recimo, no, če še tu malo ostaneva, recimo Godler, pa Artač, ne, jaz Godlera bolj poznam kot Artača, ker Artača, vem, sem ga sploh da v živo videl, sploh nisem siguren, z Godlerom smo parkrat že podebatirala, je čudovit fant, ne, ampak to so takšni, vsaj pri moji glavi, taki študiozni fantje, ne, ko imam jaz v glavi, da so bolj zaprti v sebe, da niti punc nimajo, pa zvem, da ni čistak, ne, da so pa neki playeri, ne. Godler je znam potem, da punce si vabi domov, vse tako sem slišal, no, ampak ti si jih bolj spoznala, se motimo v njih, pa ljudje se motimo, da so taki zapeti fantje, umirjeni. Lej, glede na to, da sem jaz od njih, od vseh kakšne 3 leta starejša, zdaj to do nas 3 leta ni nič, do ene star 42, drugi 39, vse je to isto. Jaz sem bila takrat stara, ko smo začeli 23, 24. In ti pride ta men, ki je bil včeraj 20. Zame on ne obstaja. Tako, to so bili fantje, ki me sploh ni zanimali, niti odkot so se vzeli nič. Zato me tudi njihova druga plat sploh ni zanimala. Pa te niso osvajali nikoli? Kaj pa je, ne vem, morda na način, da ga nisem niti jaz zaznala. Morda je rekel, ja, gremo pol na pijačo, pa morda je to njemu nekaj pomenilo, jaz sem rekla, da moram iti naprej. Ne vem. Nekaj, vem, zakaj to vprašujem, ker tudi najem prijatelj Sašo, ne, gasilec, ki je bil v mojem podcastu nekaj časa nazaj, ne, tudi njega sem malo izval glede tebe in kogarkoli vprašam glede tebe, noben s tabo nič ni imel, ne. Zdaj, ali ni upal reči, ali si jih ti skenslala, to mi je interesantno, ne? Če govori o resnico, ne vem, ampak noben od teh ljudi ni meni rekel, ja, jasno sem imel, ne, jasno pa ne, ona je moja sodelavka, moja prijateljica, pa imamo mi ločeno, noben ni se te niti dotaknil. Tudi če bi šel moje sošolce z faksa vprašati. Ja, no pa to mi razloži, kaj imaš to pravilo? Jasna kraljevica Marija. Ja, imaš pravilo to. Pač imam določen tip moškega, ki mi je všeč. Se pravi, Jure Godler, ja, res ni prototip moškega, katerega bi jaz odprla usta, ker je on drugačen in on privlači tudi drugačen tip žensk. Razumem. Take, ki neki dajo na neke tovrstne vsebine. Mene pa tovrstne vsebine, tudi če ti meni o njih predavaš, ne ganejo. Mene ne gane, če je on to prebral pa naštudiral. Mene to ne more ganeti. No pa če pusti pa Godlera, kjerkoli drugo si ga vprašal. Greva na gospoda gasilca Sašota. Jaz sem že večkrat povedala približno, kakšen tip moškega me privlači. On je premali, se z njim si nimaš kaj pomagati, on je premali, ne. Vse to on ve. On je manjši od psička, od Monike. Ja, ampak da ne bi mislil, da ne bi mislil, da on česa strada. To je meni prav všeč. Se mi je rekel, da on je samozavesten, dogaja se mu bolj, ker se že vemo dolga leta, ne profitira najlepši. Ampak tisti, ki je uporen, ki se ne predane. Ja, in ženske imajo rade neko samozavest, neko tako. In jaz bolj kot načitanost pri moškem, kar me tepe, načitan moški, ali pa poslovno uspešen moški. Obeta nekaj, ne? Ampak ni pa te prvinske privlačnosti, ki jaz ne zaznam. Sprav, prepameten ne sme biti za tebe, mora biti bolj živalski. Verjetno so mi všeč bolj taki, kako se temu reče, jaz bolj podležem tem primarnim nekim vzgibom, kar ni pametno. Kar ni najbolj pametno. Ne? Najprej prvinski nagon, pa mi šele študiramo, koliko kdo zasluži, kaj šolo je naredil. Jaz morda s časoma res bi puncem svetovala, dajte gledati te stvari, ampak jaz taka nikoli nisem bila. In jaz začutam, kar začutam lahko zelo hiter, in če tega ne začutam takoj,
nama 10 let druženja ne pomaga, da bi jaz zaznala, da je pa to nekaj. Ne. Če zacingla, okay. Če ne zacingla, zelo hiter, nikoli ne bo zacingla. Mene ne moreš ne prepričati, ne dobiti ranljivo, ne podmazati s čim. Ne moram. Če mi ni po čisti feromonski, fizični. In okoli mene kar naprej moški, ki to niso. Ali so blond, ali so neki fantje z očali, ali so z moški, s katerimi jaz v bistvu ful operiram. Niso tvoji tipi. Ne, niso. Tako da sem jaz vedno malo bežala drugam. To je, ko je bil študentski žur z mojimi sošolci, Štajerci, pa to, pa kje pa je Jasna? Ja, Jasna je bila v drugem tipu zabav. Ja, pa kak je pa ta tvoj prototip, ta tvoj pacient? Bom bolj rekla, kakšni so bili, ker zdaj v bistvu nimam več izdela. Zdaj si obupala, ampak takrat, ko je bilo, ko si takrat so morali biti bolj, sem večkrat povedala, da so mi bili všeč bolj fantje z Balkana. Zakaj? Ker so bili bolj direktni, bolj so bili samozavestni, bolj so nas gotivili, bolj metali komplimente. Ob njih se počutiš kot kraljica. Sam to so te prebili na križ. Ob Godlerju se počutiš glup. Ja, dobro, ker je prepametni. Mene to ne rajca. Sam let, zato so te takrat na križ prebili za te drzne izjave. Briga mene je to še vedno ustrajaš, mislim, pri teh izjavah. Jaz ustrajam, da ima vsak človek svoj, ne bom rekla fetiš, ampak nekoga privlačijo pametnejši od njega. Ja. Nekoga privlačijo, ne vem, nekoga pa privlačijo neki drugega. Balkanci. Ne se dobro znajo, oni ženskami, bom rekel, v posli, ne? Kako pa znajo izven tega, pa ne vem, ne? Ja, sej, predvsem pa noben ni popoln. Ne Balkanci, res, ja. Ne Slovenci, ne ta pametni, ne bogati, ne pridni in poslovni, ta ima to, pa nima tega, ta ima to, pa nima tega. Popolnosti ni, so samo naše želje in kakršnikoli smo, pa ima v tisti smeri, kar nam dogaja. Če so ti všeč taki, pol bod s takim, če športniki, bod športnikom. Če imaš pa rada denar, pa ful ti pomeni, da te pelje na Maldive, si pa najbogatega stari. Če zdaj še malo razjezima Slovence, ne? Moramo jih malo razjeziti, kar jaz opažam. Slovenci so itak ful jezni. Ja, no pa glej, žal je res tako, ne, ko sem gledal, to je bila že moja teorija dolgo let nazaj, ne, torej zakaj ta klasični slovenski pep, ne, ni pri puncah recimo tako uspešen, kot je en balkanski razposajeni fant, ja zakaj, ne? Ko sem šel vedno ven, da je kakšne diskoteke, pizda naš je bil ob šanku, pil je per, bil je slabe volje, bil je depresiv, pa pride, gdje je to, cup. Jaz bi do tistega našega prišla, da bi stala, nič slabega mu ne bi hotela, on bi se k meni obrnil. Kaj pa ti misliš, da si Leo? In to ne pomaga, da bi jaz se k njemu obrnila. Medtem ka Balkanc. Džesi, lepotice, štačica, idemo. Tako da enostavno so me bolj privabili in beseda je dala besedo. To te razumem, ker jaz se s frustracijami se meni ne da ukvarjati. Slovenke so padale na ta tip moškega ravno zato, ker so bili žal, fanti, zdaj ne vem, če to še vedno drži, ampak takrat je pač tako bilo, ne, da so naši fanti bili vedno slabe volje, vedno nedojebani, depresivni, gor dol, pa vse babe so prasice, pa vse babe so kurbe, a oni tam pizda, pa razumeš, pršo, pa tudi če mu rekli, jih je 10, ne, Slovenci je že pri prvi skoraj beso, ko mu je rekla ne, ta je pa to dobil, ne? In vse mu je bilo, ne? Tako, malo bolj ležerno, malo bolj pozitivno, malo bolj flegmatično. Očitno je nekaj. Ker ženska ne sme začutiti takoj, da bo dobila kup enih problemov pa tega, ne? Balkanc to vsaj v prvi stopnji uspešno zakrije. Pol pa mora, kasneje pridejo problemi. Ampak pustimo to. Ogledaj, in jasno, potem ti nenadoma, če je bilo to nenadoma, boš povedala, dobiš povabilo od našega prijatelja Jož, da potrebuješ, ne, za vodenje, za sovodenje, narodno zabavne oddaje Na zdravje. Ki je, by the way, po rejtingih še vedno, mislim, da rekordna oddaja bila in je, ne, Ko si dobila to ponudbo, si takrat rekla, čekaj, zdaj je to neka kmetica, pizdal, kaj je to zdaj, jaz nisem v tej sceni, gor dol, jaz sem bila na nekem nivoju, zagrem pa v to narodno zabavni šit, kam mi bojo pa rekla, a si rekla, pizdal. Takrat je to že bilo popularno, se je začelo dogajati. Kak je bil tvoj pogled, v štartu? Moj pogled je bil tak, da. Vendarle je bil to prime time. Če si vodil to vrstno oddajo, pomeni, da boš prišel v petek ob 8 zvečer na nacionalno televizijo. Do takrat sem delala, malo Val 202, BBC, Gaga, to, ampak nič od tega ni ob 8 zvečer prime time. In
do takrat sem jaz gledala te oddaje od daleč, ker jaz sem bila takrat bolj navdušena nad balkansko narodno zabavno glasbo. In sem gledala naše oddaje, pa seveda tudi njihove oddaje. Njihove oddaje so pokale od samozavesti, ponosa, sada dolazi na bino, naša največja zvezda. Evo je, dajmo, da je dočekam. In to, jaz sem to gledala takole, wow, ne. Pri nas sem pa gledala te oddaje ob 8 zvečer, listek. Življenje je polno presenečenj in o teh presenečenjih nam utegne zdaj zapeti pevec in ta, tako brez to. In potem pride ansambl, ki svira neki memlo, to vse skup. Temu moramo dati nek ogenj, nekaj se mora zgoditi. In ker je bilo meni toliko všeč njihovi šovi in tudi muzika, sem bila jaz dobesedno na pol poti, da grem na vlak in grem dol delati audicijo. Da, vedela sem, da jezik ne bi bil problem. Naučit čuja, to nema problema. In potem pride Jože in mi pomaha. Tako, kaj? Aha, ob 8 zvečer. Ob 8 zvečer. To se sliši dobro, ne? Muzika, ja, slovenska domača. Ok, nič ne vem o tem, ampak čutila pa sem slovenska domača, ampak če jo bom jaz lahko napovedovala tako, kot je Minimax napovedoval njihove zvezde, pol mi je pa to mojemu egu, moj želji po pozornosti, moj želji, da tudi kaj dam televizijsko, da vzdignem neki, toliko pocingljalo, da sem tako rekla, ja. A glede glasbe, me boš pa že ti naučil, Avsenik, Slak, neki, daj mi boš razložil, ker sem živela v Ljubljani in nisem imela stika s to glasbo. Pa si bila prva izbira njegova? Ne, mi smo že na naslovnicah videli Boštjan Romih, Natalija Vrbotna, to je bilo že vse uradno, na kar me kličejo, mi nimamo voditeljice. In sem, kako, če jaz berem, sem mislila, da rabijo samo humorista, Heleno, je rekel, ne, mi rabimo voditeljico. Takšno, in tu so verjetno imeli problem, takšno, to je zelo pomembno, to manjka danes voditeljicam in to, ki se bo temu lahko v celoti predala. In v meni je bila pa taka želja, volja dobiti prime time termin, drugega ni bilo. Jaz nisem dnevno objavljala, jaz nisem imela drugega kanala, kot pride do ljudi, kot da dobim oddajo ob 8 zvečer. In Natalija, glede na to, da je bila rdeč Ferrari, zvezda, to, a bo ona cele dneve sedela, pa napovedi pisala, pa goste klicala, ne bo. Jaz sem pa to sprejela s tako takim strastjo, da sem res zagrabila. In res smo takrat tudi na sceni z načinom vodenja, tudi listke stran, dajmo več, dajmo humor. Zato so pa to ljudje izgleda tako zagrabili takrat, ker je bilo vseeno drugače, ne? In je to postalo mega hit. In ful smo delali na ponosu, zato, ker sem jaz videla, kako se oni dol dobesedno kurčijo. Sem rekla, dajmo še mi. In to v Sloveniji imamo, kaj ne, je tako publika, to sem hotela. In ti povem, meni se je zdelo, da mi je kar ratal. In celo se mi zdi, to mi je pa bolelo, ker se mi je zdelo, da dokaz tega, da bi nam to res ratal, predvsem v voditeljskem smislu, tudi ženske voditeljice prebuditi, bi zame bil, da bi cele naslednje generacije bile takšne. Pa, ko smo mi nehali, pa gledam nove generacije, to je bilo spet vse neki na listkih, pa korektno, pa vprašanje, pa odgovor, vprašanje, pa odgovor. Sem kar malo razočarana. Ne, če te zmotim, ne znajo vsi brez listkov, ne, to je problem. Ne. Ljudje rabijo napisano, rabijo vse. Jaz recimo sam gledam, ko sem tudi razne oddaje vodil, meni gostje niso verjeli. Jaz nimam nekaj več napisan, jaz nimam trotl bobna, jaz imam v glavi vse. Jebeš ti napisan, če jaz napišem, sem slabši. Ne? In te ljudje ne znajo, ne? Ampak če ti ne znaš, potem to ne izpade tako lušno, kot je recimo izpadlo pri tebi. To je štos. Ni res, da ne znajo, a veš, v čem je problem? Ja. Povprečen slovenski voditelj in nasplošno povprečen Slovenec je zavezan k čemu? K perfekcionizmu. Moraš biti priden, narediti po propisima in vse to. In če on ima listka, in on tvega, da od 5 vprašanj bo na enega pozabil, on seb ne bo odpustil, njemu duša. Jaz pa pravim, ni bistvena popolnost, pa da bomo res. No, pred 2 letoma ste izdali tudi ta CD. Kaj pa nagrada na tem festivalu? Ne, treba reči, živjo, s katero pesmijo prihajate, to mi povejte. To je zdaj bistvo. Zdaj, če bomo povedali še kaj bomo, če ne. Ta strah pred nepopolnostjo, jih toliko zamegli da pol zgubijo na atmosferi.
Ampak čuj, če gremo še malo k Nataliji, je bila pa jezna na tebe, ne? Da si ti to prevzela ali ne? Ta Joževec je bil pred tem. Ja. Ona je pričakovala, da bo verjetno vodila naprej. Ne, ona je pričakovala, ampak ko so se oni dobili, ko so si vsi skupaj nalili čistega vina, so skupaj ugotovili, da Natalija, živeča nekje na Štajerskem, ne bo hodila dnevno v Ljubljano in tukaj preživljala mi smo preživljali po 8 ur, definitivno. Nekaj vem, da je takrat to cel škandal, se spomnim, da je bil, da se je to nje vzel, da ne vem, se Greta, ne, jaz mislim, da je ona tu zelo realno povedala, koliko bo lahko temu posvečala. In seveda, če bi tam bila ekipa 5 scenaristov, bi si lahko prvoščali Natalijo. Ker pa te ekipe ni bilo, ker če Novta Jasna pa Boštjan, skupaj z Jožetom, nekaj naumila vsak petek, na nič. In ti si moral za to živeti. In mi smo za to živeli. Mi smo si skupaj izmislili, čak poznam enega, ki je tam na Dolenjskem, sicer malo škil, ampak model ima celo zbirko tega in smo ga klicali. Vsak je svoj kamenček doprinesel in smo premikali iz petka v petek. Kaj pa Boštjan, on pa tudi ni bil tvoj tip, ne? Kaj? Je bil pa preveč tak poštirkan, ne? Tak savinski, ne? Zdaj smo v Savinski dolini, ne? Kaj je bil preveč, bom rekel, duhovniški? Ne, Sva prijatelja, v redu, ampak tudi ni bil tvoj tip, ne? Da bi se z Boštjanom sva se super ujela. Ampak je bil premalo Balkanc, ne? Predvsem je bil človek poročen in mene ne, resno. Ampak tak, da bi ti bil všeč, to mislim, ni ti bil privlačen. Za meni je on, med preveč je Slovenc, ne? On je pa prototip Slovenca, Se to pravim, ne? Ja. Spet je bil nekdo, ki ni bil tvoj tip, ne? Seveda, pa smo polo vsaj dobro delali, ne? Ker preveč kemije ni dobro, ne? Se stvar zažge, pa od popolne oboževanja do potencialnega ne dobrega razpleta je pol blizu, ne? Pa je pa to močno, pol lahko vse razpade in je to nevarno. Preveč strasti je lahko nevarno. Kaj pa recimo te fovšije, ko se dogajajo, ne? Vem, da nacionalka je bila znana potem, no, ne vem, je takrat v tvojem času tudi to bilo, da so neke gospe, ki so bile prej tam zvezde, pa da prije neka nova punca, da je to vedno ni določenim ljudem pasalo, ampak očitno so te dolgo časa pustili primeru, ne? Da ti niso skakali, bom rekel, polena metala, ali so ti jih, pa ne vemo. Ne, čeprav smo bili mi zelo uspešni, kakor jaz vem, nam glih znotraj takrat hiše niso ploskali. To ni bilo nekega hudega oboževanja. Jaz tudi kot eden najboljših takrat RTV-jih in najbolj prepoznavnih voditeljev neke hude podpore strani televizije nisem čutila. Čutila sem celo hlad, ampak jaz in Boštjan sva imela srečo, da je bil ob nama, Jože potrebuješ, in človek vedno ob sebi potrebuje nekoga, ki v njega brezpogojno verjame. Se pravi, so bili dnevi ob branju kritik, predvsem strani nekih liberalnih medijev, ki oddaje smo pogledali, niso. Jaz pa pravim, daj poglej, a sploh veš, če jim govoriš, ampak ne avtomatično. Če imaš ti narodno zabavno glasbo, ti si itak kmet, brez veze, ne. Tako da včasih sem rabila, da mi je nekdo samozavest vendarle zbustal. A mi sploh delamo kaj prav? Jaz sem imela take, mi smo imeli težke situacije. Toliko ene ljubezni, ljudje so z busi hodili in nasmeli kot kralje. Po drugi strani pa berem neke čudne kritike, da smo mi brez veze in smo mi pofali. Medtem, ko smo se mi ful trudili, mi smo hodili na SAZU k njihovim akademikom, da smo se pripravili na oddajo, kar bi danes dojeli kot eno hudo teženje v zabavnih oddajah, kdo pa danes še trpi tako koncentracijo, da bi neki... Mi smo se ful trudili povedati, pa da... No, ampak vsekakor izparili smo kaj ene joške, pa ena harmonika. Če si izgledal z očmi, smo bili mi veliko več kot to. Sam tisti, ki smo nas kritizirali, ker je Slovenija tako razdeljena na ta pol, kar je goveje, je narodno zabavno, je avtomatično desno, kar je urbano, je levo, jaz pa na to delitev nikoli nisem pristala. Zato sem rabila, da nekdo mi sam pove, ker jaz nisem vedela, da obstaja sploh ta delitev levo, desno, urbano, podeželsko, krščansko, nekrščansko. Jaz to nisem vedela in sem rabila, da mi nekdo reče, stari, a mi sploh kaj prav delamo? Ja, delamo. A vidiš ljudi, kako nas imajo radi? Mi delamo za njih. In pa sem se spet sestavila in sem rekla, ok, očitno nismo največji brezvezneži. Ker spomnim se pa takrat, vem, da so bili neki zapleti pa na koncu z nekimi honorari, tipa Orjana Giroto, vem, se pa les takrat na vajno stran Orjana je kleper na zdravje ni imela nič, ne vem. Ne pre zdravje ne, ampak imela je z nacionalko, tudi se mi zdi neke pizdarije za honorarje. Vem, da sem jaz takrat se oglasil, pa takrat sem mislim, da blog svoj, pa sem se postavil na vajno stran, da se takrat spomnim, da kaj se zdaj tu dogaja. To vem, da ampak sem se bolj prišel, pa koliko hudiča, ne?
paradna zvezda televizije. Pazi, ti, komu si všeč, komu ne. Ti si bila paradna zvezda televizije, to bomo priznali. In tudi v medijih takratnih, seks simbol, vsi so te imeli radi, razumeš, lepa, gor dol, pa tako se ta dekolte, pa vsi so noreli, pa tudi vrhunska voditeljica si bila v tej branži not in to je bilo top. Ampak honorarka. No, ampak da imaš ti tu težave, pizda, to me je vedno šokiralo, kako so si dovolili to dejansko na nacionalki, če gledaš, da ravno takega malo pojebejo, če rečem. Ker ti vse to, in to sem začutila, meni vse ta uspeh, vsa priljubljenost ne pomaga nič, če ne bom preko prave neke struje si zagotovila redno zaposlitev. Jaz bom večno klovn, ki mu plačaš takole, da malo skoči pred kamero in mene to več ni osrečevalo. Jaz sem si hotela moj položaj zaščititi z redno zaposlitvijo, ki je pa nekako razen da sem delala in da so me imeli ljudje radi, druge zaslombe pa nisem imela znotraj sistema. Tako da sem bila zelo ranljiva, zelo na tem, da kaj meni pomaga vsa ta priljubljenost, če se jutri lahko urednik na RTV Slovenija zamenja, jaz jutri sem brez prihodkov in jaz enostavno z vso slavo, z vsem skupaj sem bila zelo nesrečna, ker sem vedela, da sem bolj ranljiva kot gospa, ki je redno zaposlena v tovarni. In če ona 15 nima plače, bojo šli na cesto, bo stavka, mi moramo pač malo počakati. Tukaj so meni problemi še z zunanjo produkcijo, ker RTV je denar dal, pa zunanja produkcija ni bilo lahko. Jaz, ko bi se jokala, sem z nasmehom te stvari delala. To je dobro, da si izpostavila, to ljudje pri tem medijskem poslu. Jaz tudi imam sebe, kdaj, imajo ljudje v glavi, pizda, čim si ti na televiziji, imaš ful denarja, je vse cool, vse štima, pa ti tako noben ne verjame, da ni to res, ampak od zadaj so pa te čudne zgodbe, razumeš, ampak to ljudje ne vejo, in poleg tega imajo pa v glavi, se to pa vsak na televiziji zna, pa malo se nasmejiš, pa rečem, tule imaš mikrofon, pa nared, pizda ti materno, pa se pa neha, pa viš, da ni to tako enostavno več, ampak še enkrat poudarjam, da ima nekdo tak kot ti težave, kaj še lepo vsi ostali, ki pa niso bili na tem statusu, so pa možda nehajo se zmeriti ukvarjati. Ne, tisti ostali, jaz sem res delala, pa pelala motor naprej. Ostali, ki so mogoče bili bliže po hodnikih, po sistemih, na kavicah, jaz zato nisem imela cajta, so si pa zagotovili po drugi liniji, zato jaz nisem imela niti časa in me je res delalo že živčno to, da ljudje, ki niso dali toliko ali pa prikazali, pa uspehov prinesli, so se kar lepo malo preko reda zaposlili, jaz pa še zmer ne. In sem bila res pripravljena to, pač enostavno me ni izgubiti. Če v tej branži ne morem dobiti nekaj bolj rednega, je pač prav, da grem, ali kaj smem, mi je bilo že vse mi je bilo. In pa si šla na Planet TV, Vmes je bilo, vmes sem jaz po pravni poti hotela doseči to in sem po pravni poti tudi dosegla. Na prvi stopnji so ugotovili, da sem bila v prikritem delovnem razmerju, ampak je sodišče nekako našlo nek razlog kot neka procesna napaka, ki naj bi jo naredil moj odvetnik, češ, da ni vložil še nekega zahtevka in potem je cela zadeva padla. Pazi, priznali so, da sem bila v prikritem, ampak za poziv na delo in da bi jaz dobila redno zaposlitev, je pa manjkal nek list, ki ga moj odvetnik ni vložil. Moj odvetnik je trdil, da do takrat sodna praksa tega ni zahtevala, oni pa trdijo, da sodna praksa zahteva in so pokazali en primer, ker so to in ker moj odvetnik tega ni naredil, je moj primer padel. Jaz sem izgubila tožbo, ostala sem brez redne zaposlitve, vrgli so me ven iz nazdravja in 1 leto sem doma sedela. In to je bila huda bolečina zame. Ja, 1 let. In s tem, ko sem šla v tožbo, v bistvu sem še vsem ostalim televizijam poslala signal, da sem konfliktna oseba. Konfliktna oseba, ki se je 6 let hahlala in bila tako, da res nisem konfliktna. In mene 1 let noben ni poklical, noben. Jaz sem šla pol čist drug posel v nepremičnine, kar je tudi zdaj zafrknen. In pol je končen. Ko sem še rodila vmes, so s Planet TV poklicali za nek resničnostni šov, ki sem ga takoj zagrabila. In pa so mi enkrat rekli, a bi vodila eno komentatorsko oddajo? Noč, en pult pa ti. Jaz sem toliko verjela vase, da imam nekaj zapovedati. Dajte mi ta pult, kaj bomo mi komentirali? Sem en vsem, tako mi je bilo pri narodno zabavni. Kaj je slovenska glasba? A ja, ne spoznam se. Ampak dej, bomo, ne? In tudi pult, pa jaz, pa komentirali bomo. Ok, kaj bomo komentirali? Kmetija, ok, pa kmetija, daj mi te ljudi. In enostavno, toliko sem verjela vase in tudi ta moč blebetanja in hkrati
pogum, da povem, kar si mislim, ker zato rabiš pogum. Ti ne moš kar blebetati v prazno. Ti moš reči, ne, to je bilo pa nesramno, na glas povedati vsem, čeprav bo ta človek to slišal. To moč blebetanja v neskončnosti, nekaj poguma imam še tako od Sašota in zame je bilo, samo dejte mi. In jaz lahko govorim 1 uro iz čiste želje, ne vem, predanosti. Ker tam na planetu si dejansko veliko različnih oddaj si vodila. Ja, pa sem mi pa skozi zaupal. Zakaj? Ker so videli, če damo njej, bo v redu narejeno. Bo narejenka, baba je shodiča, baba zagrab stvar, tako da sem dolga leta bila na planetu in sem bila zelo zadovoljna. Pa se mi je pa ponudila nova priložnost in sem zdaj na TV Veseljak Golica oziroma Aktual TV. Si postala urednica teh kjer kanalov. Sem pa prvič dobila redno zaposlitev, bravo. In to pa tudi cenaš, ne, pri 40-ih. In zdaj pač jaham na svojih izkušnjah bolj. In v bistvu mi je cool, da moja pot gre v to, da v bistvu je čas, da že drugim malo usmerjamo, da drugim damo, kar rabijo. Pa vem, da si v Radio Gaga, ne, po Sašotovi smrti še pa tudi se vrneš občasno, pa se hecate, no, to sem zadnjič videl. Ampak to je kaj, mislim, to te pokličejo, da priješ tu pa tam, ali si redno zraven, ali občasno ti izražiš željo, da bi rada bila. Ne. Tilen Svan ti to naprej pelje. In on je okrog sebe oblikoval ekipo, nekako vidim, da ima najraje to ekipo, ki je bila, ko je on prišel. Vse, ko si mlad, takrat, ko si začel, jaz tudi, ko sem začela delati, tako, kot se je takrat delal, to se ti tako v glavo vtisne, to je tisto ta pravo. To je to. Recimo, ko sem pisala to Jutranjo črno kroniko in je vodil Jure Longika. Jure Longika si je potem vzel čas, se je z mano usedel in rekel, greva midva čez to, kar si napisala. Lej, tukaj si povedala dvakrat isto stvar. To bi ti lahko mod pa potegnil črto v eno dala. Tako mi je analiziral in ker je on to meni naredil, jaz drugače kot danes mladim rodovom ne znam. Mogoče mislila, da sem zatežena, pa da neki, ne, ampak tako so z mano delali in tako, kot se osvojiš v mladih letih način, kako je treba, tako skozi delaš. In Tilan je prišel takrat in je videl jasno, Jureta. Za njega sva bila verjetno neki in on ima to še zdaj izgleda v glav, čeprav realno jasno, ima še zmeraj samo en lik. Ampak njemu je ta v začetno obdobje izgleda bilo toliko prisrčno, da enostavno te pokliče in enkrat na mesec približno smo. Več ni potrebe. Ker nimam časa in sem pa vesela, da ohranjam ta stik, ker to je pravo, meni stvari morajo imeti svojo dolžino, dolgost, kako ne rečem. Ne, se prav, da je to že leta in leta, da ima neko patino, da ni vse samo z danes jutri pa zgine. No, in če skočimo zdaj še malo na to tvojo zadnjo pozicijo, ne, in tudi na to tvojo zadnjo oddajo z jasno in glasno, sem si pravzaprav. Si bil tudi gost enkrat? Ja, bravo, točno. Lepo si se brzdal, ne? Ja, in moj entrance, ne, to te vprašal, pa ne, kako ste se takrat na mene spomnili, pizda, zakaj, drugače vprašam. Jaz vem, da se pač imam za sabo 8 let teh erotičnih oddaj, ker sem bil zelo vulgaren, ker sem preklinjal, sam čak in mal. Delal sem pa tudi druge stvari, dobre volja z Istokom, recimo oddaja. Nika čula. Mladini, seveda nisi, ker si sem ti izgledala, ne. A veš, No Factor, ne, prireditve, ne vem, ko sem bil moderator filma Šepet metulja, pa sem vodil vse prireditve, nobene kletvice, ampak ne, mene se treba bat, ker on bo rekel, fuk kurac pička, ja ne bo rekel, če ve, da tam to ne sme reči, to ne bo rekel, kaj ste butasti ali kaj, ne, on to pa ne bo rekel, Ja, razloži mi, ko si ti spomnila, kdo te je križal, mislim, kdo je rekel, pa ti si nora, pa ne moreš ga. Jaz sem pravila, seveda, komentatorja, ki ima veliko zapovedati in sem te povabila za gostovanje, vedela pa sem, da oddaja ni v živo in če bo ti kaj ušlo, jaz bom to ven narezala in sem bila tako mirna in sem vedela, da bom od tebe vzela zgolj tisto najboljše in tako tudi življenje jemljem. Od vsega bom vzela zgolj tisto najboljše, od vsakega človeka. Vsak ima svoje probleme in jaz tebe kupim z vsem tvojimi temi tudi težavami. In si vzamem najboljše, z nekaj rezi sem vedela, da bom to lahko. Ampak ste se me bali? Ja, malo sem morala zgori. Kdo se me bal? Ne bomo zdaj poimensko, sem jim pač rekla, on bo prišel, zdaj jaz bom probala ga malo usmeriti. Ampak po logiki, zdaj, če gledamo, zakaj bi jaz v tej tvoji vdaji, da me ti vprašaš, ne vem, kaj smo takrat komentirali, Jana Plestenjaka, ali kaj smo komentirali, in si pa rekel, Jan Plestenjak, ful fajn fuk, ima lepega kurca. Zakaj bi rekel to? Zakaj bi jaz v vdaji, narodno zabavni, na Veseljaku, ki nima nobene veze s tem, to rekel? Če nisem nikoli to rekel. Viš, to je zmotno prepričanje, ne? Ja, no, nisi rekel. Nikoli. Na tak butast način, ki nima konteksta, ne. V vdaji Gardnerjev bordel, pa na erotičnem sejmu, tam bi pa rekel, ker paše.
Ja, jaz sem ugotovila tudi isto, ki se je vendarle samo malo postaral, malo se je ukalupil, kot smo se pravzaprav vsi. Pa smo tam, ne? Ja, pa smo tam. Ampak, glej, si bil pa dober gost, zelo analitičen gost. No, pa to ti govorim. Da lahko bi še kdaj prišel. No, o tem razmišljam, da ne bi, ker je to ta narodno-zabavna scena, se veš, ker jaz preveč sem strok in noči si me izvala, te pa vsem vprašam, ti narodno-zabavni bendi, to je najbolj občutljiv folk na svetu. To je prav neka sekta ljudi, ki jih ti ne smeš kritizirati. A to si že opazil? Ja, če ti napišeš, on lahko posname najslabši komad na svetu. Z najslabšim besedilom na svetu, ki je nemogoče, kaj takega naredil. Ampak večina ljudi v komentarjih, pa niso kupni, to so fair komentarji, to hvali. Vi ste legende, bravo fantje, tako naprej. In da ti tam se oglasiš, oprosti, tole pa drek. Tebe bojo prebili na križko, da si ga šel ubiti. Pa ne on. Ljudje, ki imajo njega radi, so tako, bom rekel, ljubijo to glasbo in te mlade fante in dekleta, da ti to ne smeš kritizirati. In ti javno v svoji TV oddaji si drzneš poseči in to na veseljaku, pazi. Ko mora podpirati to glasbo, si izmislila oddajo, kjer pa kdaj vi nalijete čistega vina, pa tudi rečete, sorry fantje, tole pa ni dobro. Zdaj, kak je pa odziv teh, povem, da še tudi delajo, eni so voditelji na tej televiziji, te firci, ta Pep, ko je velik 3,70 m, največji na svetu, ampak pustimo Jaka. Kako potem gledajo na tebe te narodno-zabavni bendi, ki jih pa dejansko tudi za goste rabiš in pa jih tam, to sem jaz isto delo in ko se z njimi srečal, mi je bilo grozno, ker sem mislil, da me bojo ubili. Kak je s tem? To je pogumno, pazi, pusti rock'n'roll, pop, narodno-zabavna glasba, tega se v Sloveniji ne kritizira, pa če je totalni drek. Ja, ampak, poglej. Za neke stvari v življenju treba najprej malo poguma in kot drugo, verjeti vase in v svojo čistost in dobro namernost. In tako kot jaz, Helena si lahko misli, kar hoče, malo provociram to, ampak mene vodi v bistvu čistost. Jaz to samo nastavljam v gledalo, nič slabega nočem. In tudi tukaj, jaz vse to, kar delam, čeprav na prvi pogled bo kdo rekel, kva pa ima ona zasesuvati slovensko narodno-zabavno glasbo, že tako je težko. Ne, bomo zasukali. Meni je toliko mar do te glasbe, da mi gre na živce, da vi proizvajate neka brezvezna klišejska besedila, ker s tem vi, ki se sicer deluje, da vi prispevate k tej glasbi, vi jo s tem v bistvu najbolj uničujete. In jaz vem, da me notranji moj kompas vodi, da vem, kaj hočem, da hočem dobro. In če je potrebno neke stvari pokazati s prstom, bom, tudi če bo zamera. Najvišja vrednota mi je, a bo šla slovenska muzika naprej. Pa kaj ti rečejo? Briga me. Pa kaj, mislim, si dobila kak feedback nazaj, da si nekoga kritizirala, kaj ti je on osebno, ti je kaj rekel, ti je pisal, ti je poklical ali ne? Si dobila kakšne kritike nad seboj, da to pa ne smeš, da ne moreš kritizirati teh ljudi, ki jih vi... Ne, nad seboj so bili tako, zabavno, luštane, tudi če ne poslušam narodno-zabavne glasbe, gledam tvojo oddajo, ker tudi ne komentiramo samo narodno-zabavne, pač slovenski, tudi Evo Boto, tudi Jana Plestenjaka. Tudi zabavno, pa pop, ne? Ampak jaz hočem ohranjati, da je prostor za NZ. Je bilo, ampak ne vem, če bi poimensko, ampak v smislu češ, pa kako lahko vi komentirate, jaz si pa mislim, stari, mene osebno, jasno, koljaj, komentiralo folk, pa, ki me sploh ne pozna, komentirajo stvari, ki so itak iz zasebnega življenja, ki so. Vi ste pa dali nekaj na YouTube, torej je javno, in vi pričakujete, da tega ne bomo komentirali. Jaz ne komentiram nič, kar ni javno. Jaz ne govorim o teh, to je pa unka je zuno bil poročen, pa se pa govori po Savinjski dolini, da je pa drugo. Jaz to mene briga. Jaz komentiram sem, kar je javno. Torej sem totalno čista. In mi smo v nekem svobodnem svetu, da ne smemo komentirati stvari, ki so javne. To je pa too much. Pa da te vprašam še drugače. Ta, ki naredi ta komad, to je meni misterij. On ve, da to publika očitno bo kupila. Da bolj, ko je glupo, bolj bo kupila, ampak da mu ti rečeš privat, pazi, še to, da mu ti privat rečeš. Stari, ti veš, že malo sem te rekel, kako pa ti to misliš? Pa to pa kaj? On ali ne ve ta glasbenik,
da je naredil res slab komad in da imaš tudi dobre komade v tej zvrsti, vrhunske komade, ne moram posploševati, ampak taki ne naredi dobrih. A res pizda ne ve. Ne ve, to pa zato, ker je Slovenija takšna. Ker ga publika hvali, veš. Ne, pa njegovi najbližji tudi. Ja. Mi Slovenci smo taki, pesanca. Čestitam za novo pesem, ja, v redu, pridni ste. Čez pol ure pa prijatelju, kak je tisto glupo, pa tiste neke kama notri, neke besede, pa to. In on sebe ne dojema kot hinavca. To je način, kulturni način, kako mi delujemo. Mi hočemo biti pozitivci in mi moramo prijatelja bodriti. In nam ne seže dlje kot to, dobro, delate, pridni ste, ja, kam jaz za njemu, kaj bom jaz zdaj njemu, kdo sem jaz, da bom njemu, in mu ne. Ampak pa nam pa vam buta drugje in privat se pa pol drugmu, noben si ne upa nobenmu nič povedati, v faco. Ja. Noben njegov kolega mu ne bo, zakaj pa bi? Zgubil bom prijatelja, vsi imajo kalkulacije narejene. Slovenija je tako majhna, da če poveš 10, kaj si misliš, ti si zaprl vrata. Mi smo tako majhni, da ne smemo povedati nikomu, kaj si mislimo. Ker pa vse to držimo vse, potem povemo drugemu, kaj si v njem mislimo, ker tenzija mora ven. Ja. Jaz sem se prej odločila, jaz bom pa šla kar en trik narediti. In bom pa kar ljudem servirala resnico, tako kar v faco, veš, in da vidim, kam me bo pripeljalo. Jaz sem si ravno zato, ko sem bil glasen, ampak jaz sem bil na blogu glasen, sem pisal, sem si tudi zaprl marsikaka vrata, če ti, ne vem, šimfo eno oddajo, kako boš pol na tej televiziji dobo službo, če pizdaš šimfaš voditla, šimfaš tega, te ne bo noben poklical, pa če šimfaš režiserja, da ima za Andrej film, ne bo te v nov film poklical, ker ni logike. Ja, res je. Dobro, da imaš še en drug biznis po strani. Veš, zdaj, ali je to pameten način, da greš, pa ne rabi biti žaljiv, samo iskren. Je to pameten način, pizda ali ni? Jaz sem ugotovila, da je to v bistvu vse, kar imam. Jaz imam to. Eni znajo 5, naj poje, služijo denar s tem. Eni znajo govoriti, jaz znam malo govoriti, predvsem pa znam nuditi takole. Evo, to je resnica, ki ti jo nudim. In ker vidim, da to je tega v Sloveniji, nisem rekla, je pa to nekaj, kar se išče. Kdo ti pa še pove, kva si misel? Ga ni. In v privat življenju ti povem nekaj, vse manj povem, kva si mislim. Ker si mislim, pizda iskreno stane, stari. Bom ti je kar dala za ston. Plaču, da ti povem, kva mislim tebi. Jasno, to mi še pove, to moramo priznati, ko sem že prej omenil ta tvoj seks simbolizem, torej, da si pač znano potem, da si seksi. To moramo priznati, tu se ne moramo sprenevedati. Je to kdaj naporno bilo, da veš, jasno, pa dekolte, pa joške, pa slike, pa gor dol. Ali si uživala v tem, da te na tak način gledajo? Ker tak si se tudi predstavlja velikrat. Kaj pa vem? To pa sploh ne znam odgovoriti. Ja. Ne znam. Ampak si pa to moram priznati. Ti si seksi, nisi voditeljica, ki noče biti seksi. Ti želiš biti seksi, pa navihana, pa malo provokativna, pa malo erotična na trenutke in tako naprej. To moram priznati. Ampak jaz ne vem, kaj ne ti na to reči. Si takšna res ali je to malo ta poza tvoja, da to skrbiš, da to laufa, ali si res pač taka, da drugače ne znaš biti? Sploh ne znam ti povedati. Ne vem, tu si me pa dubo. Ne vem. Ne vem. Pa veš pa, da je to res. Vem, da sem brez dlake na jeziku, da dobro zgledam. Zdaj bo kdo rekel, kaka pa je, postarala se je. Ampak jaz vem, da za svoje leta zgledam dobro. Pokaž mi drugo, kaj je zdaj? Jaz pa se s tem ne obremenjujem. Jaz itak vem, kako je. Ti pa še da reče ljudje, da si seksi, da te gledajo zaradi tega. Briga mene. Da hočejo dekolte, da hočejo pizda. Vsen mi je. Meni je vsen. In vsen mi je, če bi rekli, koliko je grda. Boli me. Tok mi je vsen. No, razen enkrat si pa res imela neke čudne hlače oblečene. Ja, kaj? Neni sliki, ti si bilo pa res čudno. Kaj si tam študirala? Veš, kjer mislim? Take dvignjene gor, nisi imela ne nog, ne riti, ne postave, ne nič. Briga, mene briga. Da je neka vreča krompirja, si imela neko vrečo krompirja. Ne, v tistih hlačah sem zgledala prav lepo polna. A veš, kjer hlače mislim? Točno vem. Pa ti ni noben kritiziral? Jaz sem videla, da sem polna v tistih hlačah. Polna, če je bilo tako, da bi imela vrečo gor. Pa zdaj ne vem več, pa ne vem več, kjera. Pa to naša jasna, to dela, pizda, ko je simbol, razumeš, te zapeljivosti, si uporba. Res ne vem več, kjer je hlače, zdaj sem pa zmedena. Jaz sem mirna. Te ne prizadanejo, kakšne kritike si se navadila to? Kaj pa bi te prizadelo, da bi ti kdo rekel? Da bi prebrala nekaj, vse rekla, pizdo materno, tole mi pa nisem. Nekaj, kar bi pol moj otrok me doma sprašal, mami, a je to res, da si bla in pa mora nje razlagati. Tako da, zato, ker se mi s tem ne da ukvarjati, res povem, svoje zasebno življenje. Jaz lahko tebi 2 uri govorim zdaj o sebi in vseh svojih drznih mislih, ker jih tudi kar povem,
Ampak v resnici ne povem pa, kaj v resnici počnem. Kaj delam, kaj izvajam. To si mi rekla, da ne smem vprašati. Ja, ampak se ne bi povedala. V Barterjevem bordelu, ko sem te imel, si bila tudi zelo prebrisana. Tudi nisi kaj dosti hotla, bom rekel. Sem te malo izzival, pa nisem najbolj... Ja, pač jaz živim to javno življenje skozi, zato ga res malo moram čuvati, zato ker nočem vprašanj od najbližjih mami, a je to res, Pa če ne bi imela hčerkice, bi bila bolj drzna. Verjetno še bi bila malo bolj. Bi bila malo bolj. Tako da moram misliti na vse. Leta so tu, ne? Leta so tu. In ne, predvsem jaz uživam kot en sladokusec, da je pač nekaj prodajam javnosti, nekaj je pa res, živ Bog ne ve, v bistvu ne vejo nič o meni. Pametno. Ja. To te bom vprašal, zdaj ko vprašam vsakega gosta, pa bom tudi tebe. Kdaj si nazadnje jokala in zakaj? Čak da razmislim. Madonca, to pa bo težko. Dejva se malo spomniti. Čakaj, no. Ti veš, ne? Kdaj sem imela nazadnje menstruacijo? 2 dni nazaj? Govori se tako, ne? Zdaj, če to drži. Imaš redne menstruacije še, zdaj že meni. Vse je punktli, hormoni, lauvajo, 100 na uro, vse je redno. Okay. Ne vem. Nekaj službenega je moral biti. Službenega? Ja. Pa te kdo prizadel v službi? Ne, mislim, da sem. Ne vem kaj, ne vem. Ali pa nočem povedati, no? Ker ranljivost. Bom jaz javnosti pokazala, da jasna, koja je ranljiva. No, pa ne vem. Raj se ubijam. Kaj pa kakšen film ali glasba te gane, jočeš ob tem ali tudi ne? Ne, to pa težko. Ne, ker jaz vem, da je to vendarle vse posneto. Jaz sem tako gnod, da ne morem. Vem, da je tam kamera, kaj sem zdaj jokala. Če vem, da je zdaj 100 ljudi okrog. Zdaj bi zdaj jokati. Pa ne zdaj, ampak ne zdaj. Ampak gledam film. Tudi če je kaj groznega, jaz vidim samo snemalce okrog, pa to. Jaz vem, da ne morem. Ampak to, ko si rekla, ne, da Bog ne daj, da bi pokazala, da si ranljiva. Ni lepo to pokazati. Da smo ljudje, da bomo čustva. Ne. Jaz sem gor rasla v obdobju, ko si moral pokazati, da obvladaš. Danes se služi, da pokažeš, da si ranljiv. Jaz pa tega prehoda ne morem kratko narediti, če sem jaz iz druge šole. In jaz zdaj, da pokažem svetu, kaj sem jaz dala skozi. Kdo me je zlorabil ali me hotel zlorabiti. Kaj vse sem doživela kot ženska in mati in ne vem kaj vse. Jaz od bolezni do vsega, ne. Ja, jaz tega ljudem ne postavljam na ogled, ker pač nočem imeti, nekako ne znam, se mi zdi, da to nekaj, kar ne smem razlagati, Ker kaj imamo zdaj od tega? Denar moramo služiti z delom, da pa jaz vam povem, da vse to... Pa se ne sam, da pač poveš, ne, da deliš to. Pa zakaj bi? No, vprašam. Zato imamo prijatelje. Mamo pokličamo, doktor mi je rekel. Ker mnogi te znani pa govorijo o tem. Jaz ne štekam, nimajo prijateljev. Jaz bi to povedala samo prijateljem. Javnost, jaz ne vem, jaz imam tudi tako črto potegnjeno, javnost mora pa vedeti, da imam kjer oddajo. Ne vem, ne pade mi na kraj pameti, da bi jim razlagala neke stvari. Na kraj pameti mi ne pade. Razen to malo pogled na moške, pa to. To mi pa všeč. Kaj rada malo provociram, ker tudi to je tako... No pa če smo prej, te moške, smo prej malo namignala, ne, da ste ženske krive, da so moški copata, ne, se strinja s tem, ali ne? Da so ženske in moške spremenile v copate, ki so ratale preveč močne, preveč samozavestne, preveč, bom rekel, možačaste, kako ne rečem. Ne? To se je vse izrodilo. Ja, pa kaj je problem? Mislim, kaj se dogaja? Jaz sem bila še v tistih cajtih, ko smo mi morali pomagati, da bo ženska kaj več kot samo nekaj tam zraven. Jaz sem del tega vala. Ja. Zdaj sem pa že malo del tega vala, ko ugotavlja, pismo, to je šlo malo predaleč. Meni pa je brez veze, da smo zdaj mi tako rulamo ta svet in te moške takole. A veš? Kam to pele? Ne vem, bi pa rada, da se moški naši malce opolnomočijo, malce skrb sestavijo, udarijo z roki po mizi pa rečejo, jaz bom povedal, kam gremo na morje. Sam še kaj je problem? Tišina stara, ne gremo na Karibe, gremo v Strunjanu pizdovati. Tako je! Recimo, ne? To mi delaj. Ampak veš, kdo bo povedal, kam bomo šli na morje? Ki bo to morje plačal. Aha. In ker že desetletja ženske služijo svoj denar, smo tam, kjer smo. Morda zaslužijo tudi več kot moški, zato one povejo, kam bomo šli na morje. Ženskam treba denar vzeti. Okay. Mislim, težko je, če veš, da ti prispevaš svoj del, celo morda več, in ne boš povedal, kam bomo šli na morje. Težko, zato ženske zdaj povejo, kam bomo šli na morje. Moški bo temu pohlevno sledil. In zdaj
Ne vem, kaj ne rečem. Si niste ženske želele to, da vladate? Niste želele tega? Jaz čutim samo, da smo si navlekle, da zdaj moramo poleg tega, da smo nekoč morali se razploditi in skrbeti za familijo, zdaj moram delati, služiti, odločati, isto moram biti za štedilnikom in tako smo malo utrujene. Jaz, če bi mene zaprl nazaj, samo za štedilnik, jaz ne vem, če bi imela kaj proti. Jaz bi bila jamska ženska, a si ujel, kaj si ujel, bom nasekala, bom podojila in meni to čisto dosti. Preveč je bilo. Feministke te bo skurile zdaj. Ma ne, preveč je vsega, ne moremo, smo vse skurjene. Vse mame, ko pogledaš, so zgorjene, to se sploh ne vejo zase. Res. Pejmo malo nazaj. Pa imajo ženske sploh za seks, potem čas še. Bog ve. Jaz mislim, da se jim ne da. Pa kdo bi sploh hotel skočiti na žensko, ki vse to ima pod kontrolo? To bomo, cak, kdo bi hotel na tako žensko skočiti? Tu pa prijemo do tega, da so moški copate. Da ne upajo več ženske zagrabiti. Tako je. Jaz bi imela tabor za iz vas bomo naredili pravega moškega. Škaj bi? Samo pogledala bi, nekdo bi mi moral povedati, kako je to v vojski izgledalo, pa bi te prijeme v ta tabor dal in bi to nudil moškim, za velik denar seveda. Tja bi prihajali vsi pomehkuženi, mehki, neizdelani in bi rekli, evo, poligon, tam imaš drva premeč na levi konec, tam imaš šajtrgo, to nared. Zdaj gremo pa tam vokalno, tako kot si rekel. Še enkrat povej na glas, ne bomo tako bomo in bi ga trenirali, ne? To je ta ton. Ampak ne bi ga utrudila potem preveč, pa tudi ne bi bil posel. Ne, on bi šel domov in bi bil kaj na Rambo. Bravo. Testosteron bi imel kaj gor in bi ženske bile srečne. Tudi jaz mislim, da to je prihodnost. Tabor, kjer iz descev naredimo prave moške in tabori, kjer sodobni človek preobremenjen z vsem in s telefoni, kjer mu vzameš telefon, da se on vrne malo k sebi. To dvoje mislim, da bo zdaj prinašal denar. Jasno, predno prideva čisto na koncu, ti dam zdaj šanso, da zamenjava vloge in da ti mene vprašaš 3 vprašanja, ki si jih želiš vprašati, če nimaš nič, hvala Bogu, če pa imaš, si pa daj duška, pri meni ni moralnih dilem, da nekaj ne bi smela. Ne? A ti vse poveš? Vprašaj, kar želiš, 3 vprašanja, če imaš, izvoli, zdaj je tvoj trenutek. Ja, ampak jaz ne vem, kaj so te že prejšnji gosti vprašali. To te ne zanima, to te ne zanima. Okay, kje ste se zdaj najdla s tole Moniko? Kje ste se najdla? Nisem toliko sledila, oprosti. In to toliko objavljaš, to vajno ljubezen, da vas imaš že kle gor in sem ti dala na mute, ker me vsak dan skoči isto. Na mute si me dala? Kako boš pa pol vedela, če tebe objavil zdaj ta podcast? Zdaj te bom spet malo unmutala, ampak ti si svojo punco preplavil splet. In jaz bi ti svetovala, daj malce bolj počasi. Konec koncev sploh ne veš, koliko bo ta vajna veza trajala. Vajdo je Monika dobra kava. Ne veš, zakaj pa to? Čez 2 meseca mu pa brali šlo je narazen to. Če ljudem preveč poveš, boš pol moral tudi razlagati. Zato je boljš ne povedati. Sem slikico objavil, ne žuga. Ne skozi, vsak dan, ko pržgem je, zdaj sva tukaj. Ja, aj vama, meni to je samo eno, aj vama dolg čas. Ko je človek sveže zaljubljen pol leta, ne rab nič. Ne, jaz to rad objavim, ker je tak dnevnik, veš, to je tak dnevnik teh dogodkov in stvari in jaz s takim užitkom, to naredim, ko so tak lepe slike, zakaj bi to imel doma, če objavim, jaz ne znam nič za sebe več slikati, jaz kar slikam, ker objavim, in mi je to tak, mi je fajn. Jaz pa sreče ne delim. Ne rabim, da drugi vidijo. Ne skrbi za me. Ne rabim, da drugi vidijo, koliko sem srečna. Ne, da morajo videti. Pač tako nekako fajn mi je. Ne znam ti nekaj povedati. Veš, kaj mislim? Ampak mi vsi si mislimo, čez 2 meseca, ko bo jokal, bomo pa spet poslušali. Moje zveze so med 7 in 10 let, ni 2 meseca. No in kje ste se zdaj vidva našli? Ja, to je vprašanje. V bistvu na Facebooku. V bistvu je ona meni napisala en privatno, en komentar, nek izziv, ali kaj da rečem, eno mojo objavo. In jaz sem odgovoril in od takrat naprej se ni nehalo izmenjavanje besed. Ok, a ti nisi copata? Bi rekla, da ne, ker ženska je danes tebi celo hišo donirala, da midva lahko posname. Ona je tebi podrejena v popolno. Ne. Jaz sem, kako bi zdaj to se izrazil, za mene je ženska, ki jo ljubim, je moja boginja. Ampak to ne meni, da sem jaz copata. Jaz jo obožujem od nog do glave, se pravi, skrbim za njeno srečo, če tako rečem. Ampak to pa ne pomeni, da bom pa jaz zdaj podrejeni psiček, razen v kakšnih igricah, ampak to pustimo za drugič. Ampak to je zajebano, je zdaj reči, kako ne biti copata, ampak ženski nuditi vso pozornost, ki jo ona potrebuje. Kako shendlati, da ne bo zdaj ti vse, kar bo ona reka, naredil, pa hkrati
jo osrečiti, ne? To je mojstrstvo. Ne? To je danes zelo težko narediti, ampak jaz mislim, da če si ti pravi moški, ne? V svoji osnovi, ta alfa samec, ne? Ki pa hkrati ljubi, ne? Torej romantični prasec, to je zmagovita kombinacija. Ne? Ja. To mislim, da je ključ do prave sreče. Ja. Okay. A si te ona želi podjarmiti, ali je vesela, da si ti malo še vendarle gazda? Ali je vesela, ali se bori s tabo, kdo bo zdaj prevladal? Ona je po naravi, po mojem. Ne, jaz mislim, da ne, jaz tudi telo mislim, jaz sploh ne razmišljam, kdo je kdo, ne? Pač furamo, ne? Mogoče je kak dan ona glavna, ne? Drug dan pa spet jaz, ne? Ni tu zdaj, da imamo zdaj plan, pa cilj, kdo bo kaj, pa kdo, ne. Enostavno zadeva go with the flow, ne? Zadeva teče, ne? In tu sploh ni razmišljena, kdo je kdo, pa kaj ni kdo, to nisem nikoli razmišljal. Ali je kdo ta, ali kdo ta, pa recimo, ne vem, zakaj zdaj bo ona, ne vem, skuhala kosilo, ker stokrat bolj kuha kot jaz, ne? Ja, zakaj bi jedli mojo kosilo, ko bo zen kurac, če bolj šest njeno kosilo, ki bo dobro, ne? A veš, ne? Ko je bilo pa treba odšraufati televizijo s stene, ne? Sem pa pač jaz, ne? Ker sem pač močnejši, da televizijo dol odnesem, ne? Ja. Čeprav bi ona tudi to lahko, sam zakaj bi ona če jaz boljše odšraufal. Tako, dobra simbioza in prav vesela, ti si iz cela, ona iz tle, jaz sem prav vesela zate, ker zdaj smo mirni, isto ima babo. No, pa lahko objavim zdaj, lahko objavim. Vse lahko objavim. No, pa to ti govori. Mi smo srečni. Ja, no, hvala Bogu. Ja. Tretje vprašanje, ali imaš več? Tretje vprašanje. Imaš pet. Mislim, da bi izvoli. No. Tretje vprašanje, kaj pa, ne, daj da razmislim. No, razmislim. Hočeš 5, ali imaš dosti 3? A bi se videl kot stalnega komentatorja v moji oddaji, da bi prišel večkrat, ker ti imaš to analitično žilico, imaš ogenj, jaz to rabim, nekoga, ki ima ogenj, ki vidi pa reče, kva je to dobro, ali pa reče, pozabi, gremo naprej. To rabim, sam iskrenost rabim. Zdaj, če je to samo retorično vprašanje, imam problem v tem, da ne vem, če bi skenili vi mene, da bi jaz šimfo te glasbenike malo preveč, mogoče. Ja, malo moramo paziti. Ja, vse to, ne. Ker jaz ne bom rekel, zdaj Fircov, čuje, imaš fajn komad, ker vem, da ga nima, ne. Ja, ampak pa če ti jaz rečem, sorry, ti lahko rečeš, kar če sem to hit, pa... Ne, jaz lahko rečem, ne vem, pesem je hit, svaka čas, da vam je ratalo navdušiti ljudi, sam je pa zen kurac, ne? Ja, ne, v bistvu tebi je za en. Ja, meni osebno, recimo. No, pa to pravico imaš povedati, zakaj pa ne, ne? Tako da meni je to zabavno, da si človek sploh upa to povedati. Čakaj, se pa ti nimaš teh komentatorjev, nimaš stalnih, če imaš z druge. Ja, ampak imam malo tega dost. Jaz imam vsak teden 3 nove goste in seveda vsi morajo po defaultu biti prijazni. In zato rabim ljudi, ki vejo, kaj TV oddaja in kaj pomeni včasih se malo pohecati, včasih malo provocirati, čeprav nad slabega nočeš, da je to v bistvu sam šov. Se mi zdi, da ti to imaš. Tako da zdaj razmišljam o 2 stalnih komentatorjih. Enega imam že ogledanega, celo omenil si ga že danes. Kjerga? Enega Štajerca. Ti so sami Štajerci. Idi v kurac, kjerga? Ne, a bom ti zdaj povedala, ampak on se spozna na glasbo in na ta posel in tako. Tako da bi bila moje mokre sanje so, da sem oborožena z 2, ki si upata. Ampak plus gost. Ja, plus gost, ampak ne pa 3. Čakaj, ti si urednica televizije, ne? Ja. Ti kar rečeš in je to? Ne, morajo mi še odobriti. Jaz moram pa to še prepričati ljudi. To imamo zdaj problem. Ja, ampak jaz... Lahko ti rečeš pa gor bi pa rekli, da si nora. Ja, jaz bom njim rekla, rabim 2, ki si upata. To rabim. Zdaj pa povejte. Če se me bojijo. Ne, jaz pa jamčim, da se, zdaj te že vidim, si mečkan v te uzde, te je Monika dala, zdaj si pa ti ravno pravšnji. Tako da razmisli z jasno in glasno. Da bi jaz kaj na Veseljako delal. Na Veseljaku? Delal sem na Golici pred leti. A res? To nisem vedela. Na Golici sem jaz delal 10 let. Kvize sem vodil najprej. Pa sem vodil zraven Rebeke Dremelj, sem bil njen komentator v eni oddaji, pa še glasbene želje, pa še eno tako naravno zabavno, ko so bile ene 3 punce, ki zdaj so menda razpadle že, ta skupina. Tada jaz sem takrat, ko sem šimfal naravno zabavno glasbo 100 na uro, sem pol delal na Golici in sem te ljudi spoznal. Ko sem jaz imel na svojem starem blogu, pazi, rubriko Modrijani ne me jebat, par 2, par 2, par 3, par 4, par 5, pa so pa začeli sodelovati. Ampak so ugotovili fantje, da sem jaz humorist, joker in da ne mislim, to vse res, kaj sem tam pisal, da sem provociral. In smo si na koncu dali roke in smo postali prijatelji. Ti si ta pravi zame.
dober je, ne. Roka. Ja, pa to bom zdaj se odločil. Ja, kva, a už mencal, a si zdaj, ne bi? Ampak pazi, čakaj, če zdaj jaz rečem, da bi bil komentator tvoj fucking oddaji. Iščem rednega komentatorja. Je to narejeno, ali boš mogla vprašati gor, pa moledovat, pa. Upam, da noš predrah. Ampak sej ne boš. Sej nismo, ne. Bomo že nekaj najdeli. Samo te denar, kurba. Samo denar zbani mujski denar. Bomo nekaj Kdo je na tabo? Ja, nekaj ljudi pa je, no. Ne bomo o imenih. Ne. Tako da, a si za, no? Kolikrat na mesec? Enkrat na teden, vsako soboto ob 8 bo zdaj po ta novem, no. Snemamo pa par dni prej pa snemamo. To je prime time, ne? Ja. Pa ne bomo čisto narodno-zabavne glasbe, tudi slovenski pop, ki pa vem, da te full drive. Ti si mene najlepša. Ja, tle, v podlogu pri Gotovljah. Taklem rekel, ne. Srečo imaš, da me ful dolg že ni na televiziji, ne? In to malo pogrešam. Ne? Res, da podcasti mi dajo zdaj ta drive, uživam v tem, pa radio, ne? Ampak TV, kurba. Ja, ima svoj drive, ne? Veseljak. Pa to mi delaj. Veseljak Golica, ja. Veseljak Golica. Ja, slovenska muska, ki tebe itak, vem, koliko te vznemirja. To je res. In če ti dam zdaj roko, je kaj? Je to to. Se vidimo septembra. Pa bila sodelavca, stari. In sprav, vesela sem, ker ne bo te napetosti, babo, imaš meni, da je mir, stari. Ne se tebi dal mir, če bi samski. Ne. To bi ti dal mir. Bi mi dal mir. Nazadnje smo šla skupaj na izbor fatalnega moškega, kjer jaz nisem tekmoval, kjer sem samo bil tvoja družba, takrat je zmagal Jan Plestenjak, by the way. A te nekaj, sploh se ne spomnim. Še zdaj imam slike, pizda. Kako se ne spomnim? Nič ne vem. A Jan Plestenjak je bil izbran, ker ponovadi niso fatalni izbrani za fatalne. Me preseneča, da je bil Jan Plestenjak izbran. Enkrat so izbrali Miho Deželaka, kaj ti to pol pove? Sem se oglasil, da so zmešani, ampak pustimo. No, takle rečemo jasno, Len. Se pravi, hočeš reči, da rabim človeka, ki zna. Da bi jaz bil tvoj sovoditelj. Glasno, z jasno in jasno. Jasno in glasno, nekaj takega, ja. No? Kaj zdaj, boš mencal, klele? Pazi, dame in gospodje, zgodil se bo zgodovinski trenutek, ne? Da bi se jaz... Ne moraš biti sam na Radio Fantasy vsak dan od 2 do 6. Ti si Istok, fucking Gardner. To je res, ja. Pa boste nazivali tam s tem polnim imenom? Ne, bomo dali pip čez. Ja, malo moramo paziti. Jaz sem v bistvu konzervativna. Ko sem bil gost pri tebi, sem zelo užival. No, lepo. Pa ti si v redu, ne? Ja. Ta tretji me pa skrbi, ne? Ja. Če je skrivnostno, nekdo bo. Ja, Štajerc. Če bo rekel da, ja. Domen Kumer ni, ne? Ne. Njega nismo omenili. Ne, Domen bi bil zabaven, eno oddajo, pa bi mu pa zmanjkal. In jaz zelo hitro vidim, komu bo na tej točki zmanjkal, te pa ne zmanjka. Jasno, koljaje, da vidimo, kaj bo z tega. Dragi gledalci, da vidimo, kaj bo z tem mineštre, in če se to uresniči, bo to velik showtime. Ja, the best. Ampak ti svoje pripričajo. Ja, bomo. Se me očitno istega Gardnera bojijo. Ne skrb. Jasna, najno druženje gre počasi k koncu, ura je 15 do 4. Danes je Marino nebozetje, idealen dan si izbrala. Kot ženska, ki ne greši, kot ženska, ki se je tem stvarem javno odpovedala, tako sem vse razumel. Zdaj, zakaj si nasmejana ves čas, ostaja skrivnost. Te pa vprašam, čisto ob koncu, dve stvari še. Prva stvar je ta tvoja legendarna, znamenita slika z Lejo v vodnjaku noter, ki sta bile zaprte nekaj ur in je dosegla rekordne oglede. Kim Kardashian zruši internet s svojo ritjo, vedve sta jo zrušile s to sliko. Pa te vprašam, ko se je to naredilo, ta moment zgodovinski, sta vedele, da bo to... Ne, to je bilo kar neki deva en selfie pokan, ko smo se kopali v Klevevžu. Pa veš, koliko je to užgal, to je šlo po celstvu, to je šlo kot virus. To so masturbirali ljudje na polno, to jaz ne. Dve ženski v kopalkah. Ja, sej. Čist nič. Za Slovenca je to dost. Za Bosanca ne, za Slovenca je to dost. Poprečnega. Okay. Ampak da Bog ne da kaj če Slovence. Ne. Slovenci je zanesljiv. Jaz sem Slovenc. Zakaj bi Slovence šli? Jaz sam pravim, da bojo mogli slovenski fantje... Malo bojo pa morali, stari. Bojo mogli malo stvari v roke vzeti, pa malo manj biti depresivni, pa jamrati, pa malo manj pera spiti, razumeš? Pa biti kar samozavestni. Samo to jim manjka, malo tega, veš, tega driva.
Pa ne samozavestni po internetu, pa po komentarjih, tudi v živo. Ja, pa malo mamice se tako malo mamino vato na stran, kje so drva, zavihati rokave, gremo, to. Bravo, ja. Jasno, tvoj zadnji stavek za moje gledalce, tokrat za najne gledalce, bi bil kaj? Kaj bi jim položila na srce? Toliko sva povedala, da jaz se trenutno počutim rahlo izpraznjeno. Že, tako hiter. Ja. To pa si me presenetila, jaz sem se komi ogrel. Ja. To je bila vaja, zdaj gremo zares. Jaz sem v bistvu na poti v terme, tako da sem delno že malo... Rada se kopaš v parku? Rada se kopam, uživam na Štajerskem, tako uživam. Džakuzi, to vse bo. Jaz na Štajerskem res uživam, tako da velikrat pridem na ta konc in ta vikend sem tu. Tako da uživajte tudi vi, živite po svojih željah, zmožnostih. Lahko bi zdaj rekla 300 besed. Odločila sem se po svoji vesti, tako kakorkoli en las. Po zmožnostih, ja, veš kaj je to? Po zmožnostih, ne? Po zmožnostih, da ne fejkaš, ne? To je meni cool. Bodi kar si, ne? Ja, jaz sem tak tip človeka, da živim celo pod svojimi zmožnostmi. Jaz sem kruta, moj otrok bi vse. Ja. Jaz nočem kupiti. Moj otrok misli, da mi dejansko nimamo. Mene je moj otrok že večkrat vprašal, če smo mi revni. Bravo. To je vredno, jaz pa hočem, da smo mi skromni. Jaz raj bi sedela na denarju, kada ga dam za neumnosti, ker vemo, da mora to biti vse pametno dozirano, da v otroku vzbudi dovolj sreče, ne? Ker to kar leti, ne? Brez veze. Ne? Torej, celo pod svojimi zmožnostmi je treba živeti. Ne? Zato, da imaš na stran, da imaš pod kontrolo. In če te še ob koncu izzovem, če sem malo še v mojem stilu, ne? Koliko seksa je potrebnega na mesec, da je ženska nasmejana? Štajerci bi rekli, kar dosti. Ja. To bi rekli, ja. Zdaj, kaj pa dosti? To je relativno. Vse to ti govorim, ne? Ampak kakor komu pač paše, ne? In ni pravil. Ni pravil, ampak ne sme pa tega manjkati, glede na nekogaršnje... Ampak kdaj začne manjkati? Kdaj začne manjkati? Ko se čude človek vas napet, zlahka vzdražen in razdražljiv. In Slovenci čutim, kot sem ti že prej nekaj omenila, smo jako razdražljivi. Stari, to da avto, parkiram sam 5 centi čez črto, pa to se v Slovencu zmešali, stari. Jaz mislim, da ta narod res... Se pravi, da seksa manjka Slovencu? Definitivno. Res? Ja. To res misliš? In ker je ta monogamnost tako čislana, kot edina pravilna in pametna, so vsi te ujetniki v monogamnost že tako napolni že tega, razumeš, ki se ne morejo izživeti, ker on je obljubil, on je presegel, on mora zdaj to živeti in mu gre na živce vse, ker je tempirana bomba. Slovenci so tempirane bombe. Ampak si opazila, kako Slovenci odreagira na neke seksi stvari, da se enemu vidi, da v seksu uživa, da ima to rad. Mnogi bi ga na križ prebili. Ja, mnogi so jezni. Torej, hočeš reči tako, ker njim to manjka. To je zaključek najn. Da Sloveniji manjka seks. In ne manjka samskim. Ne manjka samski. Je vsak vikend drugje. On je svoboden. Te so najbolj tempirane bombe, ki so podpisali monogamno zvezo, ki vejo, da je cel life morali eno. In da če bojo z drugo, bojo morali delati take prevale pa naskrivaj in je težko. In so ful polni ene jeze. Pa so pa težave še z raznimi stvarmi, ki jih ne bi imeli, če bi malo zadihali včasih. Žan Serčič je zdaj izdal pesem Kama Sutra, v kateri upeva te položaje. Obvladaš to? Takole, Čebeli lep. Veš, to sploh ne vem, kva je. Ne vem. Ampak, slonov objem. Noč sploh ne vem, kva to je. Jeleni krik. Ne bi pa tako pesem Kama Sutra mi je pa, se mi pa zdi, da slovenska glasba moram dati eno provokativno besedo in to sem pa spet proti temu, sem temu, ni mi všeč to. In tudi, ko sem pesem poslušala, mi nekaj ni bila preveč všeč. Ne. Jasno, moramo, žal, jaz bi še s tabo očvekom, ampak vem, da moraš iti, pa te vseeno vprašam, res moramo to zaključiti, če tvoj najslovenski pevec, pevka, morda komad, pa film,
Evo, to pa te moram na koncu, ker tvoj najboljši seks, to te ne smem, ker ga še nisi doživela. Ne, ampak to, ne, pesem, film, pevec, pevka, evo. Pa slovensko, če gre, da smo postanemo v Sloveniji. Pevki, dolžna sem Heleni Blagne. Lej, živi z mano v meni, pa tudi kaj mi je že pomagala ta veščina z njo. Ti si se pa tudi dejansko od tega zamana ločila na nek način, ne? Kot ona. Mitja Zaman. Pa zalajo. Jezus Kristus. Si se, ne? Na nek način tudi ti, ne? Če gledava. Pri meni je tudi drugačna, kompleksna zgodba. Ja, ne morava čiste. Neke podobnosti morda so. No, torej Helena Blagne je najpevka. Ja. Pevec? Pevec. Najpevec, slovenski pevec. Pismo je. Kako je težko, ljudem je zdaj dolg čas, kaj delim, nič ni težko. Samo en je možno reči. Samo enega je možno reči. Ne, pa nisem jaz toliko nora na Jana Plestenjaka, kot si ti, no. Sorry, no. Moja, jaz sem, on res nagovarja te romantične duše. Jaz nisem ta. Nisi romantična. Ljudje nehino. Ma nehino. Pustil ti bo. Ja, kjer pa? On je meni super, da sam mene ne nagovori, ker moja duša ni tako. Kurba in devica, globoko grem od tebe. To ima tudi, ne? Ne vem. Jaz kdaj v mojito. No, kaj pa, kjer pa povedal? Težko vprašanje, kako se pa dolgocajtna. Mislim, on mi je... Magnifica imam zelo rada. Magnifica imam zelo rada. Ok, pošteno. Rečemo Magnifica. On je meni toliko seksi v tej njegovi fizični neki, na prvo žogo, ne seksi. Na koncertu bil malo nazaj in je vrhunski showmaker. Ja. Torej Magnifico rečemo. Ja, pa navihanje pa to. Magnifico. Ok. Aš, tu, ne, moški je lahko seksi, tudi če ni na prvo žogo seksi. Ok, film? Film. Jaz sem odraščala, sicer ob 2 filmih, no, ampak moj ata socialistični kulak. Pa si igrala celo v neki predstavi, v predstavi, tukaj sem bila obsedena s tem filmom. In takrat mi je mogoče tudi Štajerska se je to potisnila v srce. Tista učiteljica pa mati, pa Tinček. Tinček je vedno povedal tako je. Mama, kaj boš imela tudi rada ateja, tako kot si imela one vojake, a veš pa take stvari, unaga treši, prekleti butelj. Jaz sem to živela, jaz sem vsak dan gledala ta film. Všeč mi je bilo, kad nekdo pove, koliko je, pa zvedno dobi okrog, ne, in sem se videla v Tinčeku, ne. Torej, moj ata socialistični, kar Tone Partlič je to napisal. Enostavno, kar te še kar hočem vprašati, čeprav smo že končala, to si imela predstavo si imela to, kak je bilo naslov? Borka, ne, si imela stand-up, to še kaj pričakujemo, pa besedila, da pišeš, to smo pozabila, ne. Sem šla do tega, ja, pisala si za Čuke, zdaj pišeš za Lago, pa si ciganska scena, ne, mama, ljubim cigana Jana in podobno, ne? Se pravi, to delaš kaj še na tem? Predstavo, šmela kako, to pričakujemo kaj? Bomo videli, zdaj mi besedila kar osrečujejo, skozi besedila lahko marsikaj povem, kar imam za povedati, tako da bomo videli, kaj bomo zdaj z Lango namučkali. Mi je všeč mečkan izlet, ne? Še zmeri smo v slovenski glasbi, ampak malo drugačne. To, drugače pa še najpesem sva imela, ki je pa spet nekako... Najpesem, slovenska pesem si prej rekel. Pozabo je, kaj je vprašal. Bravo, najpesem, ja. Nimam. Spomnila sem te kvazi vprašal, sem da ti pa povem, da ne spomnim se, kjera bi bila. Na kjero si pa najbolj ponosna ti, ki si jo napisala? Na kjero sem ponosna. Ja, pa verjetno ena bolha za pomoč. Za vsenike, ne? Ja, osebno izpovedna. A ta je tudi tvoja? Ja, zato pravim, ljudi se dotakne samo tist, kar čutijo, da je avtentično in iskreno. Si imela bohe, kdaj, ali kaj? Ne, imela sem... Boš bohe, ko sram ne vši, bodimo iskreni, če že moraš zbirati. Imela sem izkušnje s temi, ki jih noter opisujem. Torej, prišlo je iz srca in ljudje začutijo to iskrenost. Bravo. Jasna, zdaj pa mislim, da smo povedala vse. Če še kaj želiš povedati? Še preveč. Mogoče bi ti zdaj o Odescih, pa kako gledam na te stvari. Mogoče malo zrezal. Ne, a ti kdaj režeš? Ne režem. Razen pri Plestenjaku sem mogel nekaj zrezati, pa ti ne povem kaj. Ja. Pustiva, pa en podcast imel, ki sem ga celega mogel zrezati. To sem pa nekaj slišala, da sta bila je preveč brutalna. Veš, je bilo fajn. Kaj si ti mal nor? In to z našim prijateljem Danom Lenardom, in ga ne smemo objaviti. To je moja večna rana, tako da tebe ne režem ven nič. Še dodal bom zraven, nič ne bom rezal ven. Nič, Jasna, hvala ti lepa, dam ti rokico. Bila si zmenjena za... Jasno in glasno. Jasno in glasno, torej isto Gartner, stalni, opa,
stalni komentator v njeni vrhunski vdaji, zdaj ste nazaj na Telekomu, sem videl. Ja, na Telemachu, ja. Telemachu, pardon, to bo gledano bolj kot kadarkoli, to sem prepričan, zdaj kdo bo ta tretji, ne vem, me niti ne zanima, ker tak ne bo tako dobro, kot jaz sem prepričan. Sem za. In septembra premjerna vdaja, torej, dragi gledalci, evo, zapečatili smo zadevo, kar smo rekli in to je to. Ja, narejen. Boš kaj izagrala kje na klavir električni? Ne znam. Otroka mi bojo zdaj pripeljali in morava iti. Ne znam, draga, kako ljubi Bosanac. Okay. Nič. Hvala lepa, dame in gospodje, to je bil podcast Brez dlake na jeziku, to je bila Jasna Kuljaj, jaz sem prepričan, da je tole eden bolj zabavnih, sproščenih in pa inteligentno slepih podcastov v moji karieri. Drugega nismo pričakovali. Uživajte, držite se in se vidimo. Ja.